Ali bi raje videl svojega brata med seksom in moraš gledati od začetka do konca, ne moreš no backing out, ali bi raje, da mora on tebe gledati in veš, da te gleda. Tiste 2 minute bi že zdržal. Zihar, a sta se kdaj zamenjala, ko sta bila mlajša? A sta lahko predstavljala tako kot v šoli ali pa? In na koncu za nov let se je z njemu žvalila, zaradi tega, ker je mislila, da sem jaz. Kar se spomnim, da sem s to punco, ker sem bil, da sva kupila enkrat 200 kondomov, tako v paketu in da sva porabila vse. To je zelo čuden način za to preveriti. Ampak sva enkrat rekla, da ko bova oba imela trdega tiča, se bova postavila ena s to drugega. Imam prijateljica bila kao z vsemi svojimi bivšimi. Ne? Ampak pol se pa tudi zgodi, da vedno, ko si malo pijen, seksaš z njimi. Preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila še sponzorju današnje epizode, Moonloom. Moonloom je menstrualni disk. To je neka taka alternativa menstrualnim skodelcam. Je narejen iz silikona, je za večkratno uporabo. Sara nam bo pa zdaj povedala, kako se to uporablja. Kako se uporablja, za razliko od menstrualne skodelice, ki deluje na vakuum, jo daš noter, pa ti repak malo ven štrli, vse je mečkan neudobno, se ta menstrualni disk uporablja tako, da ga daš vase položno, on pokrije zgornji del vaginalne stene, zakrije tudi maternični vrat, se pravi ujame kri in cel je noter, da te nič ne moti. Kaj pa še najboljš pri tem, je pa tudi, da z njim lahko seksaš. Ker gre potem penis sam takole noter zraven. Kakšna je bila tvoja izkušnja, ko si seksala z njim? Mene je to ful presenetilo, ker sem mislila, da se bo med seksom to premikal in da bo začel pol puščati. Ampak ni. Dejansko, kot si pokazala, gre penis tako lepo noter, tale spodnji del je pa tak mehak in je ostal na mestu. Nobena nič ni šla kri čez. Jaz sem Jana vprašala, kako je bilo njemu in je rekel pač, da malo se čuti, ampak ni nič moteče, da je čisto v redu. Jaz sploh nisem načutila, kakor da nimam nič noter, malo več lubrikantov uporabi za to, da res lepo drsi in to je to. Ful boljša alternativa, kot recimo zih ste že kdaj videli, da piše v kakšnih člankih, kako porno zvezde, kadar imajo menstruacijo, uporabijo te gobice za nanašanje make-upa. Tiste je ful slabo, ker ima veliko njih kemikalij in to noter vase dajati ni najboljš, to je pa silikonsko, antibakterijsko, antimikrobsko in je veliko bolj varno za uporabo, oziroma je varno za uporabo. Tako da jaz zelo priporočam to za med seksom še posebej. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer bomo govorili o seksu, o piškah, o lulčkih in danes o dvojčkih. Yes, to, končno. Z nama sta Aljaž in Domen. Bravo, super se dela. Sa. Nisi ti posrala, da? Drugač, zadnjič na snemanju mi je Jan rekel, veš kako jih jaz ločam. Aljaž ima tle piko. Bravo, saj eden, res. Včasih to izpostavlja, da kako ne ločeš, ko sam na piko gledaš, tako si, ti imaš piko. Mislim, tudi drugačna frizura imata. Ja, to je pa ne, to ampak meni je to težji. Tu bi mi bilo lažje, sam če imaš dolge rokave, je pa spet težko, ampak ta pika, tako da, a veš, pa še posebej tako zapomnim, A je prva črka in A pika. Čakaj, kaj pa A s piko povežeš? Ne vem, v moji glavi je logično. Tako da, ja. Hindu. Gledamo se vsak ponedeljek ob 8. Zato, da se ponedeljki začnejo s seksom in hvala ti, ker si vsak ponedeljek z nami, če si pa en izmed tiste večine, ker še ni subscribe na naš kanal, pa stisnem subscribe, pa like, ker nam to ful pomaga ustvarjati še naprej tako dobre vsebine. Midve se pa zaveževa, da vas bomo poslušali, da bomo povabili goste, ki jih hočete in da bo ta podcast še dolgo trajal. In da bo še naprej tako dober. Ja. Ali pa še boljši mogoče. Če te ful komentira, bo še boljši. Ja, če naj hočeš pa še malo bolj podpreti, imaš pa spodaj link do Go Buy Me Coffee. V glavnem spodaj je en link, kjer nam lahko častiš kavico, pijačko ali pa vibrator in naj tako še mečkam bolj podpreš, da lahko plačujemo tale studio, ne? Še en disclaimer, preden nadaljujemo, če te vsebine o spolnosti ne zanima ali pa si predmet za njih, ne poslušaj tega podcasta. Tole je bil pa prvi uvod po zelo dolgem času, ko smo ga v eno povedali. Pismo je, jaz sem mislil, da sta naučene tako. Jaz si bi že lahko bile. Težko ga na televiziji, ko imajo dol tekst. Sam nimata, res nimata. Res ne? Wow. Pač, to je že več kot 30. epizoda, What? ko smo jih posnele. Tako da bi si lahko mislil, da smo se mogoče pa že nekaj naučile povedati. Ja. A veste, da fun fact o podcastih je, da večina podcastov ne gre čez kiro epizodo. 10. epizodo. Wow. Tako 99% podcastov, ki jih nastane, ne gre čez 10. epizodo. Tako da bravo. Čestite. Le tako naprej. Ja, včasih me kar strah postane, pa po 5 letih, ko imaš že 385 epizodov. Eno, ali pa Rogan.
Že kva, 4000, 3000 neki. Wow. To je pa kar crazy. Dobro, se je folka nam zmanjkal, tako da. Pa, mi da so tako zanimive, da imamo lahko same vse. Ne, sej, bolj zanimive, če so gosti, da ne bo pomote. Za začetek smo mi dve pripravili eno igrico, da se mečkam bolj spoznamo. Važi. Zdaj, zaradi tega, ker sta vidva prva dvojčka, je tudi ta epizoda malo posebna. In mislim, prva dvojčka, ki sta tle v goste prišla. In ta igra se imenuje Icebreakers. Okay. Ponovadi se igramo tako, da tudi mi dve odgovoriva na vprašanja, zato da tudi najni gosti vejo, s kom imajo opravka, ker se zdi edino fair. Ampak ene par vprašanj je pa specifičnih, na kere mi dve ne moramo odgovoriti, ker pač nimamo. Nismo dvojčici. Ja. Tako da bomo se šli najprej tako, da bosta vidva na ene par teh odgovorila, pa da bo fair, bomo šli pa še na take, ki lahko vsi odgovorimo na njih. Point teh vprašanj je bolj v tem, zakaj si izbral ta odgovor, ne kaj je tvoj odgovor, ker hočemo videti, kako se vajeni možgani premikajo. Okay. Prej gremo pa naprej, pa še bi prosila tebe, da nek zvočni efekt narediš. Da bomo pač šli v naslednji segment, ne? Icebreakerji! Hvala. Wow, bro. Ja, pa še ne vem, to prije z mene nekako. Okay. Wow, suvereno. Ja, res, da best. Prvi je, ali bi raje zamenjal telo s svojim bratom za 1 mesec ali svojo punco za 1 teden? Se imata oba punca, ne? Ja. Okay. To se pravi, z bratom za 1 mesec, s punco za 1 teden. Da bi svoj telo s punco zamenjal? Ja. Definitivno bi ga s punco zamenjal. Ja, tudi jaz bi ga s punco zamenjal. Res? Mislim, Ja, valjda. Jaz, če doma pogledam, je isti, a ne, kot jaz. Si zato ne bi se nič spremenil, bi Je pa normalno res- živel. Ja, lahko pol bi punca imela druge. Veš, to je pa druga poj. Ja, Ampak jaz bi še zmeraj izbral Se punco. mi zdi, da je neverjetna izkušnja to, da bi lahko ženski telo izkusil tako. Plus, sam sebe vidiš pol. Ja, Tako, pač, kako si fizično, veš, pač. Kar je bonus. A imaš majhnega, imaš velikega, kva si zdaj zares misliš? Pa končno kot ženska lahko oceniš, a veš, kva če moji ženski možgani so zdaj tako, ok, on ima v redu, a veš, pač v redu velikost. In pa kam prišel nazaj v svoj telo, bom tako, let's go. Ali pa boš. Ja, ali pa bom pač opustil. Ja. Tako da, definitivno ženski Jaz telo. bi tudi rekel ženska, ja. Pa pol bi mogoče lažje razumel svojo punco. Ker pol bi tako videl, kako njeni možgani delujejo, pa kako hormoni vplivajo na tvoj počutje. Menstruacijo bi imela. Da bi bil glih teden. Joj. Ja, Ja, ja. Čeprav, ja, tako zdaj, ko pomislim, bi si več škodoval s tem, da bi bil en teden ženska, kakor pa, ne vem. No, vzajemno zberem žensko. Ampak, a veš, moški že si, a ne? Pač, moški že si. Tako, pač, biti ženska, pa če imaš to možnost, po mojem, nikoli ne boš izkusil. Res. Ja. Samo če pa z bratom zamenjaš, pa pač lahko živiš v bistvu tako naprej. Zihar, a sta se kdaj zamenjala, ko sta bila mlajša? A sta lahko pretentala tako koga v šoli ali pa? Pismo nikoli se niso dala. Sva bila v situaciji, da bi lahko, ampak nama je gleh nekako zmeri zmanjkalo. Drugače sem imela, da bi kakšne te teste si zamenjala ali pa kaj. Ker smo na različne srednje šole hodila, a veš. Sam nikoli, nažalost, ni prišlo do tega, da bi dejansko se zamenjala. Pa itak je bilo korona, poj. Ja. Smo bili doma 2 leta. Škoda. Tako da ja. No. Ampak ja, no, mene bi zanimalo, kako je to imeti luliko, zihar tako. Kako je ne imeti te prostosti, da greš lulat, kjer hočeš, a veš. Ja. Vsakič rabaš iti na stranišče. Ja. Ja. Res. Jaz mislim, da bi mogel biti vsak moški en teden ženska, da bi pol videl pač bolj ceno. Tako en teden je kar malo dosta, ni tako. Jaz- Mogoče en ajde, dan, ja. Ne, en teden. V enem dnevu pač je še vse tako zabavno in novo. Tako 5. dan pa že rata unomal, fak, pa še kar mestra, ko mi popuščati začela. Jaz mislim, da bi znoreli moški, če bi bili ženske Ja, tudi za jaz 1 mislim, mesec. ja. Jaz mislim, da bi se ven kar zmešalo. Jaz tudi mislim, imaš prav, realno. Krfento. Tako da pogumno, da sta izbrala to opcijo. Evo. Ja. Ali bi raje videl svojega brata med seksom in moraš gledati od začetka do konca, ne moreš nobenega. Ali bi raje, da mora on tebe gledati in veš, da te gleda. Čakaj, ampak pri prvi možnosti, pri prvi opciji pa ne ve. Ne. Tam ti pač imaš to. Tiste to 2 minute bi izkušnjo, že da vidiš. zdržal. Tiste 2 minute od začetka do konca bi že Oh, šlo. crazy. Dej, da jaz vem, da me gleda, to je Ja. čudno. Ne, kaj pa če ne veš? Bolj bi bilo, če ne veš. Ne, da veš, da je težje. Aha, ok. Ne, ampak jaz bi zihar, sami bonusi zame. Jaz seksam. In pač ti me gledaš itak navaden, ker pač sem videl že v vseh možnih situacijah v lifeu. Ker
Predstavljaj si, da seksom? a ni ful čuden, razen med seksom, ampak a ni ful čuden, da bi zbral prvo možnost. Kakšnega čudaka me to naredi, ker jaz te hočem gledati med tem, ko seksaš. Pač, ne. Ni čudno, ker ti bi njemu prišparil vso grozo tega sveta, ti bi njega rešil, ker sem ti bi bil oškodovan. Ti bi pač gledal tam 2 minuti, on ne bi sploh vedel nič o tem. V bistvu Veš, prevzameš jaz tudi to vso razmišljam. nepravno nase. Super. Plus, če jaz tebe gledam in ti veš, da te gledam, bi bil vsaj malo živčen. Vsaj tako pač, fuck. Ja, Kvajzaj, ja veš. Ne, pač, kva se zdaj dogaja. Ker bi bil tako pač, en mi diha za vratek. Ja, pa saj me ne bi gledal tako blizu. Se vem, pa tudi če skozi vrata, ampak če veš, da te gledaš tako pač. Ja, ne. Ajde, se moram se potruditi in pa bi odbil neke nerealne pozicije, pa neke uno. Mogo bi pač držati misel na svašta, da ti ne prije, ko je uno po 10 sekundah. Pač, ker, veš, nek občutek bi bil, da se moraš dokazati zdaj. Ja. Ja, ampak kar je boljši seks performance, poj. Ne, Jaz- jaz zikr zberem to, da jaz seksam. Jaz pa da prvo malo možnost izberem. To se pravi, ti A dobro da ti- preformaš pod pritiskom. Ja, no, veš. Pa tudi tako, a ni to res neka taka bonding, bratska izkušnja, pač, uno, ti si mi kar gledal, kako je seksam, pač, Jaz se v obeh primerih te gledam. Ej, pa Samo ni se, to tu se bonding. vama res ne zdi nič čudno. To bi bilo čisto normalno. Ne, valjda se Mislim- hecata zdaj. Ne, toliko normalna, sam ne zdi se mi pa toliko ful Meni se čuden tudi ne svet, zdi no, realno, realno. tako čuden. Pač, recimo, da bi si delila sobo, ki bi bila mlajša. Mogoče bi zdaj bilo čuden, ker imamo že pač vsak par let punco. Bi bilo zdaj čuden, da bi bil kar tako videl, še punco zraven bi bil tako. Sam res, še punco bi videl. A veš, Zaradi tega. ok, izvrme. Ne, zdaj pa. Shit. Ok. Ali bi raje, da ima tvoj partner oziroma tvoja partnerka erotične sanje o tvojem dvojčku ali da tvoj dvojček sanja o tvoji partnerki? To se pravi, da on sanja o tvoji punci ali pa da tvoja punca sanja o njemu. Ne, polžo, da ti v moji punci, zihar. Zato, ker bi se počutil ful tako. Ampak spet, jaz sem isto to hotel reči, ampak če misliš, da ona sanja na mesto meni od tebi, To je skoraj praktično skoraj istemu človeku sanja. Ja, ne, samo ona loč. V sanjah ni neki definirano zdaj. Je plus Ona kar ne vidi tuno jasne Une pike slike. tam. Ja. Mi smo, ja, Ono pač v obeh pike, primerih je tatuje, to ful tako. čuden, ja. Ona je pač. pač sam zbudi se in tako vad, zakaj sem z domom seksala. In je to, veš, pač ni to harš. A. Ker če si ti pač tako, oj, doma, pač, jaz sem pač seksal sem s tvojo punco v sanjah, čist bi bilo dobro. To je ful bolj čuden, po mojem. Čakaj, čist mi je bilo dobro, ni potrebno povedati. Mislim pač, ok, se strinjam, ne, jaz, Ja. po mojem bolj, da punca v tebi sanja. Ja, ajde, ja, imaš prav, ja. Zato, ker se mi to zdi, da moški smo tako bolj, ki pa si sanjala. Medtem, če bi to njej povedal, a veš, da si sanju, pač, kako seksaš, kako Ja. je seksal s tvojo punco, konc. Rešeno. Tako da bi ti zamerila ful, tako da ja, bolj prva opcija. Komplimente. Zapravo, prva opcija je, da Da ona sanja. ona sanja Ja. tvojega brata. Ja. Ja, ker je skoraj isto. Meni se to čisto logično zdi odgovor. Čeprav, a pa bi se, mislim, to bom pol vprašanje, ampak zdaj ga bom vprašala, ker me zanima. A sta kdaj tako čutila kakšno tekmovalnost, a veš, kao, ne vem, ali pa strah, ne vem, zdaj imaš ti punco in pač tako, se imata dosti podoben karakter, pač tako, veliko se družita, pač tako odraščala sta skupaj, ful imata nekih skupnih interesov in for in pač zgledata zelo podobno. Pač, da bi ti spoznal eno punco in bi ti bila ful všeč in pa bi se ona napalila na tvojega brata. Pa sem, zakaj bi se na njega, če je to skoraj isto? Ne, ampak Če tako, že- pač kaj narediš, pač a sta kdaj tako imela ta skrb, kaj pa če zdaj? Smo ne, po moje ne, ampak zato, ker ni nikoli bila ta situacija. Ja. Če bi bila, pol bi mogoče jo imel, ampak ne vem. Imaš neke punce, ki so bile zmeri tako, ali da so si ful podobne, ali pa tako ne veš, da si čisto različna. Pa je bilo pa zmeri čisto drugače. Pač, ene so mogoče bile tako, fakt veš, da si čisto različna, pa si mi ti bolj všeč, druge so bile pa tako veš, da čisto ista. Tako da... Tako ne bi Je moglo pa bilo biti. enkrat, da jaz sem se z eno punco že nekaj cajta tako zgovarjal in ona je bila meni všeč in jaz sem v njej. In na koncu za nov let se je z njemu žvalila, zaradi tega, ker je mislila, da sem jaz. In je to tudi priznala. Da. Tega priznanja se jaz sicer ne spomnim. Zaradi tega, ker je bil pijanka mamba. Ampak je pa ona povedala, da je mislila, ker sem je eno pravičvala, je mislila, da je to pač sem jaz. A Ampak ti si bil pa sam vesel, ker se ena hoče lupčka odstaviti, si bil tako, wow, Končno. ker easy game, Ja, samo jaz še sem ti sem tako, ramo what the fuck? narediti. prvič jo videl. Kaj se dogaja, ne? Oh, Pač shit. padajo. Okay. Kaj se ne? Kao, kjer šarmer sem jaz. Ampak pol si rekel, pač ne moram biti s tabo, ker če pač si me zamešala. Ja, ne, se jaz pa nisem nič imel s tisto punco, Ne. ampak tako. Pa se ne, da me
tako odvrnilo, ful, pač tako, zdel se mi smešen malo, realno. Pač bil si tako, ja, evo, kako je bilo, kao. Pač podaja na prazen gol. A pa ste tako kdaj imela, ko sta bila še mlajša, preden sta imela, ne vem, prvo punco, a sta čutila kakšno to tekmovalnost, kao, kdo jo bo zdaj prvi dobil, a bom jaz prej, a bo on prej? Ne, po mojem, da ne. Saj jaz ne, ti ne. Ne, tudi ne. Kdo je prvi seksal? Aliaš, Jaz sem prvi. In kako si se ti počutil? kar dost pol? prej, tako, kako še 2 let prej. po Ja, mojem, po no. mojem. Res? On je Ja. tako To že je pa pri ful 14 razlika. izgubil, a si pri 14 izgubil. Ne, 15. Pri 15. Ja. V osnovni šoli. Ti si en izmed unih otrok, ki se jih Ja, v osnovni šoli. ja, po mojem, da sem bil še Daj osnovni. Ne, nekaj. lih preden sem zaključil osnovno šolo. Če se jaz prav datuma spomnim, po mojem 9.6. Shit. Saj ni. Na Dejanov 9. rojstni dan. juni. Po mojem, ja, ali pa 6.6. Nekaj tako imam v glavu. Dejansko sem bil še v Pismo, osnovno to je šolo. tako že, noro. daj, 6. kdaj je to? Kar nazaj. 2016, tako. Ja, ja. Wow. Wow. Pač to ti je bolj Ja, kar šokantna ta zgodaj, ja. letnica, kot pač njegova leta, koliko je bil on star, je bilo tako, ja, 16. Ja, Ja, kar ja, zgodaj, ja, zdaj, ko pomislim. 2016, wow! Je če res tako. V bistvu to zgodi, da se sploh ne spomnim, ko me kdo vpraša, kako sem jim zgubil. Se sploh ne spomnim, kako je bilo, a koliko cajta sem zdržal. Nič se sploh ne spomnim. v bistvu. Res, Ja. ni bil tako nek Meni se poseben zdi- dogodek. Meni se zdi, da pač, ker sva bila oba še devičnika, da ni bilo zdaj tako, pač, 10 sekund, ker je pač njo bolelo, pa sem pač počas, če se prav spomnim. Da Pa se po mojem, spomnim. Ampak, ko si bil trezen, ja, trezenja. kako se pa pol ne spomniš? Ne vem, pač po mojem je to zdaj že res, kva 8-9 let nazaj, pa sem bil tak mulc, da... Ti sploh ni neki pomenil, zato je bilo to tako, ok, prav. Naravno. Ali pa sem si mogoče kakšen pričakovanje v glavi sestavil, ko bo zdaj to mogel zgledati in prvo pač tako, ok, ja ne, in pač po mojem nisem tako v glavi se zgradil nekega wow dogodka, da bi to zdaj, se nekaj zgodil. Ne vem, mogoče zato, ampak ne spomnim se zdaj prav, sploh ne vem. Po mojem, da sva seksala proti s to punco, ki sem bil pri njej doma. To se po mojem spomnim. Teb se nekaj zdrogirali 100%. Ful zanimivo, ja, da Upam, se da to ne Tako spomniš. zanimivo, da se ne spomniš. Me je ja. bilo toliko slabo, da hočeš pozabiti. Ne vem, pa, kar se spomnim, da sem s to punco, ki sem bil, da sva kupila enkrat 200 kondomov, tako v paketu in da sva porabila vse, to se spomnim. In to tako pač, pa zato zelo sem bil, ne vem, 2 leta, veš. Tako od 15 do 17 sem bil zelo, pa smo porabila 200 kondomov. Koliko lepo drgaš, to, da sta bila tako dolgo skupaj, mislim, tako prvo Koliko je to punca. average pol, kva? Enkrat na kva, na 3 dni. Večkrat v dnevu. Pa ne, Zlati si, čas. dobri čas. a si pol povedal domno vse detajle? Ali... Ja, je. Mogoče se se ti jih bolj nisem. spomniš, kot on. Jaz sam, po mojem, sem ti povedal, kako je ono, da sem. Ne, si, pa je vse povedal, nujno. Vse smo si zmeraj vse povedali. Vse si še Ja. zdaj. Ja, pa mi imamo itak, imamo oči, ki je tako ful, tako odprt za take zadeve, pa sami se smejo. To se pa po mojem spomni, takrat, ko sem povedal, ko sta me hajpala po te dva. Oči in pa domen. Pač, da se tega tako bolj lepo spomne, kot ker sta prvega seksa. Pa sta me pa full hypala, one dva. The best. Tako seks v redu, ampak un hype pol. Ja. Ok, naprej. Ali bi raje, da vsi mislijo, da si imel trojčka s svojim bratom, čeprav ga nisi imel, ali pa da vsi mislijo, da še nikoli nisi seksal? Oj, easy, da sem rad, da sem imel trojčka. Ja, easy, ja. Ker, Kaj? ja, zaradi tega, ker to je tako, to je tako W situation, to je tako uno, Eiffel Tower. Ja. Pač, to, ja. In Pač, pol, vmes če so vsi si to dala mislijo, petko, so ja. tako, wow. Hudo, ja. Pač, Medtem, wow. če folk misli, da si ti devičnik, je tako... Pač ta zika še ni nikoli. Predstavljaj si, eden te pogleda in tako reče zate, taj fiks devičnik. Shit. Shit. Spremen stil, A veš, frizuro, neki. samo dva stavka za eno osebo. Jaz gledam zdaj enega človeka in je tam, ta je devičnik ali pa ta je s svojim bratom imel trojčka. Wow! Ja, se strinjam. Bolano. Se strinjam, 100%. Bolano. 100%. Obožujem te odgovore. Joj, ok. Zdaj imamo pa še ene par, ki bomo vsi odgovarjali na njih. In prvi je, ali bi bil raje smešen, ampak neumen, ali bi bil raje dolgočasen, ampak res pameten. Prva smešen pa neumen. Ja, se to To je je že zdaj v bistvu. bistvu. Se strinjam prva. Vidve? Ja, Tisto. ja, se mi zdi fulaži. Zato, ker, a veš, če si ti neumen
je pač zate problem je za vse ostale, ki si ti neumen, ampak ti si pa Tebi tako je dober, ja. blissful, pač tebi je dobro, smešen si, sam sebi in drugim. In pač, če si pa pač pameten, pa dolgočasen, pa pač noben se Si tako, hoče s daj. tabo Ti družiti. tako sploh. noben ne posluša in kaj ti Ja. pa pomaga ta pamet, Ja. neki razmišljaš in... Pa brez še veze. dolgočasen si. Pač ja, grozno. Ja. Najslabša Ne, kombinacija. strinjam. Ja. Ja. Ali bi raje postal član Mile High kluba na letalu, ki smrdi po gnilih jajcih, ali na letalu, ki je infestirano z mravljami? Zdaj, a te ful moda, da smrdi, ali pač da mravlje po tebi lezejo vmes? Ne bi mogel prenesti, da mravlje po meni lezijo. Ni šans. Sam predstavljaj si, da smrdi po A gnilih zihar, jajcih. kva. Veš, kako je to močen von. Zdaj odvisno spet, kakšne vlade. Če so une ta male, a veš, sam boh je, koliko jih je pol spet. Polno jih je, povsod so, po tebi so, povsod, po vseh zicih, povsod. Ne, jaz mislim, da von bi bil manj moteč nekako. Pač, Pač, lahko zapreš nos. ja, malo bi bil tako pač, a veš. Ja. Važno, da greš v Mile High Club, to je ni važno, kakšen pogoj. Vse, tudi če mravlje lezejo po meni in Pol smrdi po letala jajcih. manjka, ni važen pač. Sam da ti rata. Ne, jaz sem tudi za avion. Mislim za avion. Wow. Za avion Ti niti sam to razmišljaš. za Na to WC-ju, prvo. ja. Ja, mislim, ja, pozabil sem. Za ne mravlje sem. A ja, za Ja, jajca. za jajca. Ja, Ja, za jajca vohat. Okay. Ti tudi. Mislim, Ja. von po jajcih, mislim. Mislim, punca živi tako malo po To je pa zdaj želitev za tvojo punco bila. Zakaj? Nima ona von po jajcih. Mislim, Kaj? Ona dva mata von po A ja, jajcih. vidva mata? Ja, no, tako Jaz sem je, mislila, da si ja. rekel punca ima že itak. Okay. Ja, mislim, ona vonja, Ona vodi. von jajc, to glavno, ni važno. Razumem zdaj. Sorry. Jaz bi pa raj mravlje. Ne vem, se mi zdi. V šesto ti bi šla in v nos, in v piško. Pa ne in bi povsod. tako, pač po meni bi leze, se ne bi hoteli tja noter. Ampak pa bi bilo To je- skozi tako pač. Hoče Videla iti. sem enkrat, ko so delali, a veš, ko vsi rečejo, kao, v spanju poješ 6 pajkov na noč. Pa v lifeu pa sploh noči v tvoje usta. Pa so delali Hoče. neke eksperimente, ko so pač sprav dajali pajke ljudem na obraz in pač niso sploh hoteli tu usta. Tu so ga dali v usta, je ven iz ust šel. Pač noče pajk A, to je biti pajk pojeden. čutil, da ga snemajo zika. Drugač ne bi. Jaz, ko sem ti videla, sem bila tako, ok, pač že prej sem bila tako, ok, tako da ne ješ kar pajko, ampak potem sem pa tako prepričana, Sam da to jih so ne. pajki, kaj pa mravlje? Pač jaz pa mislim, da mravlje tudi niso tako neumne. Jaz mislim, da bi mi lezle po nogi, ampak pa jaz bi potem, a veš, jaz bi videla, kje so in pa bi se mal premikala. Potem bi se pa mal uvila po tistem, pa bi pač mal tam, pa ko bi mravlje pač začele nomeniti, bi jih tako dol dala, pa šla naprej. Ne vem, meni se to zdi tako. Kot to simpel. Meni se res zdijo tako mravlje, ful večji problem. Meni nasplošno, ne vem za vas, ampak meni nasplošno gre na živce, da neki tako leze po meni, ščurk, mravlja, neki in gre tako, pač pojdi stran od mene, insekta, razumeš. Medtem, če smrdi, ta problem reši samo tako in to je zdaj to. Medtem, če jaz zdaj probam tam seksati v miru in zdaj kar skozi neki skozi, ful dosadno. Veš, kaj še bom rekla? Jaz, ko sem živela v Angliji, so imeli infestacijo mravelj v tisti hiši. In sploh je bilo to grozno. Zdaj vem, iz kje je vprašanje. Ja. Ampak nisem se takrat spomnila tega, drugače. Ampak pač tiste mravlje so dobesedno skozi bile pač v kuhinji, tako prišle so od odzuni in so tako v eni vrsti hodile. Pač tudi tako niso bile po celih tleh, ampak so v vrsti šle in pa so po robovih balkone šle. In pač tiste mravlje niso kar iskale tebe, da bo po tebi lezle. In tle v bistvu piše, da ima pač infestacija mravelj na letalu. Ne, da po tebi nujno leze, ampak pač sam so na letalu. In jaz mislim, da pač te mravlje ne bi izbrale mene, kot da hoče po meni lezti, ampak bi iskale tam nek sladkor na tleh. In pač v bistvu po mojem, sploh ne bi imela toliko problema s temi mravljami. Tako da zdaj še bolj mravlje izberem. Meni se zdi to najdaljši pogovor o mravljah, kar jih je kar Sam pomislim, koli ti na imaš to res internetu. dober point. Zdaj pomislim, da tle pač so uno tako imajo neko vrsto. Pač sam daš čevelj dol, pa jih pobiješ vse. Pač imaš avion in imaš tako une prve 4 vrste, sam s čevljem posmešaš vse, imaš uno 3 minute cajta, prije zdaj spet navalijo, pa sam delaš čistko vmes, sam pač s čevljem malo. Ampak Malo ti, tako, pač malo smešaš, malo s ampak ti čevljem. hočeš seksati in Mile High Club, nimaš Ampak veliko smrdi. časa. Pač uno, Tudi Kaj pa kadar smrdi? ratal se Ja. vam je uno Moraš snikati. včasih vdihniti. Pa sej In čez pa sko- usta Saj čez usta dihaš, ja. Pa Če ne z usta rabiš- dihaš, še zmeraj, če okušaš zraven tiste gnila jajca. Ne, Pač ne meni bi to okušaš, tako če ven si iz not muda dal. zamašiš, nič ne okušaš. Moja tla v studiu zdaj, kaj ne smrdi po jajcih, nam je lažje to Ja, res. odgovoriti. Pri nas so enkrat v osnovni šoli zihar so pa tudi vrgli uno smrdečo stvar, ki po gnilih jajcih smrdi pa po žveplu, v radiator. In pač mi nismo mogli biti v razredu, pač tako pol dneva, ker je toliko smrdel. Pač ti si bilo obupno, pač da Kaj bi to je nek eksperiment ali zakaj bi to... Ne, bilo pač kaj- te zato, ker so Ne delali razumem. neumnosti. Pač se veš, ko so fanti v Aha, osnovni tako. šoli, pa pač hočejo biti Okej. smešni. In je bilo pač to neka fora.
A vi niste to nikoli doživeli? Ne. Je to universal experience. It's very specific. No, vem, kako je, če pač smrdi po jajcih in vem, kako je, če so mravlje, če je investicija v mravlje in izberem mravlje. No, to pa je. Evo. Jaz sem prav za sebe, ja, tako. Povem vam, da so mravlje manj hude, ampak vi kar vohite v nagnila jajca. Ok. Ali bi raje poljubil čisto vsakega človeka, ki ga spoznaš, ali pa se nikoli ne bi več ljubčkov z nobenemu? Wow. Zdaj sem pomislil, kako je na enih individualcev, ki bi jih rabo kušati. Ja. Ampak na usta. Ja, Ampak to je tako. Ja. No, ljubče. ja. Si pa bi bilo čisto normalno. Če bi to vsi delali, bi bilo čisto Ne, ne, A ja, sam ti. Ja, sam, to pa vpliva na odnose, tako vsakega, ki ga spoznaš, ga kar kušneš in on je tako. Je poveš vnaprej. A veš, ko mu daš roko, pa tako, Oddelaš. sorry, jaz te moram poljubiti. Shit. Sam bi mogel vprašati za consent najprej. To bi bilo kar. Sam bi mogel reči, pač, a te lahko poljubim, ampak pač nimamo izbire, če se spoznavate, mora. Jaz pa ti, ki smo TikTokerje, tudi otroke spoznaš. Da bo bed. Ja, Da se to je bi bad, hotel ja. slikati s tabo, kot ti osnovnošolci. Ja, to je bad, ja. Ne, jaz mislim, da odvisen v kateri Ok, starosti 18 plus, life. 18 plus. Ampak ljudi. odvisen v kateri starosti life bi ta vprašanje Zdaj. dobil. Zdaj pa morajo biti vsi 18 plus, otrok ne rabiš To je to, ljubčkati. bravo. Ja. Veš, vsem štiram, po mojem, to klubčka ne pomeni. Da nočemo izbrati druge opcije. Da bi mogel vsakega kušati. Ne, da bi prvo opcijo, da se pa ne moš več. Ja, si predstavljaš? Ne, jaz bi izbral. Se pravi, da se ne- poročiš se in pač. Ja, jaz bi Ne izbral, moreš, da se ne košujem. Daš petko na. Ne, ampak zato, ker si lahko ljubezen izkažeš tudi na druge načine, kot kar Res? ponakoševanje. Ti ne Med pomeni te- to toliko veliko. Medtem, ka če, ne, sem povem veliko, sam tako, a veš, medtem, ka če izberem to, da rabam vsakega kušati, je tako veliko ljudi, ki jih spoznam, mi ne pašejo, niti, ajde roka, ok, ampak tako, da bi ga pa mogel kušati. Krtleze, ki so v studio prišla. Ja, Žulja. Snemalca našega. Pač vsakega, veš. Ko si izmenjajo vsi med sabo sline. Da, ja, jaz berem pač, nažalost, ja, ne bi se kušval. Ti? Jaz tudi, ja, ker je kar ekstrem, da bi mogel vsakega kušati do konca svojega lajfa. To je res ekstrem. Ja, jaz isto zberem. Da se ne. Ne bi. Čeprav za tebe nisem presenečena. Ti še, Ja. tebi še roko včasih težko dati. Ne? Ja, ne bi se. Ne bi se. Ja, z vsemi. Jaz bi se pa za sami. Res. Gremo na osnovnošolsko zgodbo. Če že moram izbrati. Če že moram. Pač kaj, da se ne ljubčkam nikoli več v lifeu. Wow, Je pa kamen pa pol smisel lifea. Jan bi umrl. Ja, jaz tudi. Oba bi umrla. Ne, Jan bi umrl, če bi se ti z vsemi ljubčkala. Pa on bi še bolj umrl, če se ne bi z njim. Ja. Ampak pač- se v bistvu je sam, ki ga spoznaš. Ja, se to. Ah. Pa sam tako, pa, a veš Ja. kaj je to? Jaz bi blackoutala vmes, tako bi naredila in potem naprej. Jaz bi to sorry, vse jaz sem naredil to. Vprašanje, kdaj bi blackout ali tudi, če bi te kdo udaril, kam ga kušal. Ne, se bi, pač jaz bi to že skomunicirala vnaprej. Pač bi Najbolj, že da bi tako si dala sam prilagodila live. tetovirati, tako načel, kušnem te, ki ti dam roko. Tako sorry, zakleta sem pač ne morem drugače. Izbrala sem pač to. Ali pa izbereš to opcijo, pa se res probaš izogibati. Poznala. Poznavati Ljudi. novih ljudi. Ja. Čeprav, a veš, mogoče pa ta opcija na stara leta bi ti pa full prav prišla. Predstavljaj si, da si ti cela že nepokretna v domu za ostarele in pride zdaj nek mlad fant, ki bo zaskrbel za te nov in je tako živo. Ti Jaz sem tako Gašpar in ti skušal na še enega preden in greš pač pod tla. Noro, dober za te, Ana. Drugače te ne bi nikoli pač on hotel kušati, zdaj te pa mogo. Ja, meni se ne zdi to. Mislim, pač itak obstajajo ljudje, ki v lifeu se jih sploh s palca ne bi hotela dotakniti, ampak bi preživela. Če pa to najhujša stvar, edin veš, kaj bi mi bilo bedno, če bi mogla nekoga, ki ima herpes, ki meni se, pač jaz imam zdaj le herpes, ne? In pač, da bi mogla nekoga, ki ima herpes, ki pa bi pa skozi herpes dobila. Ker če bi pa, Samo pa če Sam že ne- imaš herpes, to ni povezano z drugimi. vem, ampak če ljudmi. ima nekdo herpes, ga bom pol jaz takoj fasala, ker je nalezljiv, ne? Ker recimo, ampak ful ne vem, tako nasplošno, ker spoznam ljudi, če pomislim, koliko ljudi ima herpes, ki jih spoznam ful mal. Tako da, Ampak tako, se mi ni zdi, to da bi grozno. to lahko ful razdelala tako. Kva zdaj to pomeni spoznati? Kaj pa če, recimo, zdaj se meni en predstavlja tako, živijo, jaz sem Miha in sem jaz sam tako, živijo. Ne. Ne, No, to Že je- če ga vidiš, je dovolj. Mimo onih ljudi, ki ste šla tam v skupni pisarni. Ja, kar vsakega. Ne, Kar na cesti imajo z avta, ki je rdeča. pa kar. Eden te izsilil, ti on še pa dol. Direkt, namesto da mu čelno daš ga kušati. ne, to pa ne. Čakaj, kar pomeni, da tudi v Sem trgovini res. prodajalko kušaš. Ja, in Ne, ne, ko ne, policaja in ne, vse. ko spoznaš, ko se moraš nekomu Kaj pa če predstaviti. ne veš, stik, no, a je to zničen? To Ja, je. pa, če se ti predstavlja, če ti pove svoje ime, ja, če ne pa ne. Se ji piše tle ime.
No, in zato se ti ne rab predstaviti. Ne, to je uno, veš, kaj nekoga spoznaš, kot kad daš roko, pa moraš zraven še lupčko. Vsakmu, ki bi mu dal roko, tako No, da evo, se bi to predstavil, pravim, to ampak ne pravim. moreš tega luphola narediti, da mu zdaj ne daš roke. Pač, ti že iščeš če je taka sistem. situacija, da bi pač nekomu se preživel, jaz sem to pa to. Oh, ja, bomo se lupčati za vsakmu. No, Ne greš na razgovor za službo, Evo, o jaz se ne šefa bi, ja. lupčka. Takoj službo dobiš. Ja, kot ženska, ja. Reč, takoj službe ne dobiš. Odvisno zdaj, koliko se potrudiš, je sam Lil Pecky, je pač greš Mislim, šola. kam daš lupčka? Ja, a veš? Ok, ja, super. Jaz mislim, da smo se zdaj malo bolj spoznali, malo več vemo drug o drugem. Tako da zdaj je pa na vrsti intimni kotiček. To, zdaj boš pa ti, Aljaš, naredil zvočni efekt, prosim. Intimni kotiček. No, ves. To je bil kar hud za ga. Sploh ne rabimo sound efektov. Res, jaz se zato mava to. A veš, ko ponovadi, ko imaš podcast, ko poslušaš, če imajo različne segmente, je nek zvočni prehod. Hudo. Mi doma pa... A bo še To. kakšno? Jaz smo za njega v glavi isto. Ja. Ja, bo, Ok, top, bo. hudo, bom ga Bo. prešpal. Okay. Ampak ne sme biti nič rasističnega. Ne, to bom pozabil. Le vse te pare, ki so se igrali igro Black Donna. Zdaj si lahko tudi ti eden izmed njih. A bi v posteli rad poskusil nekaj novega, ampak ne veš kako? Sodeluj v nagradni igri za Black Dono. To je taka spicy, družabna igra za pare, v kateri zmagata oba, tako da pa na koncu seksata. Vmes morata pa narediti polno nekih različnih izzivov. Vse, kar moraš narediti, da to igro dobiš, je, da v komentarju spodaj napišeš, kaj ti je bilo v tej epizodi najbolj všeč. Enega izmed teh komentarjev bomo pa v nedeljo izžrebali in ti bo dobil tole igro. Podarili bomo kar 3 igre, eno tle na YouTubu, če hočeš pa še več možnosti, pa skoč na naš Instagram, pa na Lucin Instagram, živi Lucija tukaj in pa imaš še več možnosti, da jo zadaneš. Zdaj pa gremo naprej na epizodo. To je pa segment, v katerem Saro predstavlja seks igračke. Zato, ker ima Sara svoj seks shop, imenovan Pitch Pop. shit. In potem ona zrihta, da testirava stvari. In Joj, danes sta videla že druga gosta, ki sta tle prišla, sploh ne veste, v kaj sta se spustila. res. Oh, shit. Ampak ste si sami krivi, kaj pa niste. Bom najprej jaz, ker ti imaš tako bolj zanimivo. Tole je set analnih čepkov, to je vse ti stvarja, ne? Ja, In, analnih kroglic. ja, moj bog. Ja. To je set analnih kroglic od Satisfarja. In sta dva v paketu, kot sta vidva dva v paketu prišla. To. Ne? In se mi zdi primerno za današnjo epizodo. Sicer pač različnih oblik so. Zdaj, a naredi ful veliko razliko, ko imaš noter, meni se zdi, da ne, Meni zares. se zdi, da sploh ne. Ampak je pa cute, pa sploh, recimo, če imaš partnerja, lahko to kupaš in pa ima vsak svojega. A ne? In ga lahko naenkrat uporabljaš. Prejle je Aljaš še to pogruntal, da lahko bi tegale, sicer ni to za to namenjeno, ampak lahko pa proba, kdo pa mi pove, če je dejansko dobro to. Ta del, da ga daš okrog, ne, ful ni raztegljiv, to bi pa zelo težko dal okrog mod, razen če imaš res mehna. Tisti, ki jejo steroide, lahko Ja. dajo. Kaj ti Imajo se steroidi mehna? zmanjšajo Okej. moda? Zelo, ja. Te nehi, Ja. to je resnica. To je resnica. Oh, Ja. To pa nisem vedela. Pa je. Ja. Mislim, se meni se ne poznaš. A ste kdaj v fitnessu videli, kakšnega na steroidih, ki je bil nak? Ne, imel sem pa sošolca, ki mi je povedal, da se to zgodi. Kaj iz steroide jedo. Ja. Pa tudi penis zraven. Za penis ne vem, ampak on je rekel, da za jajca mu je pobral vse testosteron ven in pač mu ni več v jajcih rastel, ker si ga je toliko špikal. Shit. Ja. Wow. Pač niso mu ga jajca več interesting. proizvajala, več niso mu rabila, ker si ga je on toliko špikal. Noro. No, za vse tiste, ki ste na steroidih, lahko to probate. Daš okoli jajc. Daš okrog jajc in pol daš to v anus noter. In pol imaš in moda stisnjena in stimulacijo v anusu. Zdaj vam pa bom pa jaz razložila, kako se to uporablja, ker na koncu boste mogla vidva povedati, čeprav že vem, kaj boste verjetno izbrala, ampak boste povedala, katera igračka vam je bolj všeč, to, kar sem jaz predstavljala, to, kar je Sara. Okay. Pa skoraj vedno Sara zmaga in danes bo po mojem tudi, god damn it. V glavnem, fora teh kroglic je, da ti naredijo stimulacijo, ki jih vam potegneš. Ker recimo imaš analne čepke, tisti so najbolj zabavni, ki jih imaš noter. Ti naredijo tako občutek zapolnjenosti, analni sfinkter je malo razširjen, lahko tudi seksaš s tem pač noter in če ima naprimer to ženska v anusu, se potem tudi nožnica čuti malo ožja, tako da je, če kupiš to svoji partnerki, imaš nekaj od tega, poleg tistega bling-blinga, če ima tistega z kristalčkom. Kroglice, po drugi strani, daš pa noter, tudi ki jih noter daješ, je prijetno, zaradi tega, ker ta vhod v anus je ful uživčen in je ful prijetno. Če ste že kdaj kaj eksperimentirali, že če samo božaš ali pa ližeš, je ful prijetno. Če pa še nekaj noter daješ, je pa še nekaj dodatnega. In če daš to noter,
potem tako počasi ven vlečeš in za vsako to kroglico se pač razširi in je stimulirano. Pa če hočeš biti res ekstra, pa to daš noter med seksom ali pa med masturbacijo in pol to ven potegneš med orgazmom. In pol to naredi orgazem še toliko bolj intenziven, ker je še ta neka dodatna stimulacija, ki jo ponovadi ne doživiš. Te so dosti dolgi, da če ga uporablja moški, je zraven stimulirana tudi prostata. Ne zdaj tako direktno, kot s kakšnim stimulatorjem za prostato, ki so ponovadi ukrivljeni in res zadanejo prostato. To pa tako malo posredno se ob prostato podrgne in je to tako fajn. Tako da imaš potem dve različne oblike, ta ima ful, pa še to bom rekla, no. Mislim, ta ima ful dolg tale repek, kar je dober, ker če ti slučajno zdrsne do konca noter, pač ga verjetno še lahko potegneš, ampak jaz bi... Ta zadnja ne daš not, ne? Ja, jaz zadnje res ne bi noter dajala, ker pri vseh teh stvarih, ki grejo v anus, moraš paziti, da ima razširjen dno. To se pravi, da je na koncu je nekaj, kar prepreč, da bi zdrsnil noter, ker če gre nekaj v anus, se zapre in se kakor nek tak vakum skor naredi in pol potegne še višji gor in to je tako težko pol ven dobiti. In pomaš ljudi na urgenci, ki rečejo, pala, padel sem na tole kumaro in zdaj not ostala. A ne? In potem pač morajo oni tam z operacijo ven dobiti. Ker greš ti potem s prsti noter, že tako ali tako ne, anus je stisnen, si lahko predstavljaš, da greš ti z dvema prstoma noter, pa še po nesreči malo not bolj potegneš, zato ker koš ti to kot prvo, da boš zagrabil, težko je, ful je Že v težko. želodcu. Ja, res. Ker naprimer v nožnica se pa pač konča, nožnica je, ne vem, tam 10 cm dolga in tudi če se kaj noter zatakne, boš s prstom lahko ven zbezal. V anusu pa ne. Tako da ne id čez to zadnjo luknjo ali pa pač res drž tlele, pa še veš. Ja, se strga, ne. Pa še se strga, Ja. shit, ne. Tale je bolj sturdy. Tako da ja, to so pač analne kroglice, take fajne zadevce. Priporočam, dobite jih na Pitch Popu s kodom med nama 10 za 10% popusta. Važno, da nisem gledala v kamero, ampak sem tam le gledala uro, sem mislila, da je ura kamera. Sem ti hotela reči, da tu si tako suvereno povedala. Mi smo imeli biti sem tiho. Jaz sem samo robe gledala kamero. Let's go. Ekstra, tu tudi nismo bila naučena. Okay. Druga stvar, ki jo jaz obvisli nisem probala, ker je za moške, tu bo danes prvič demonstracija. Vi sploh veste, v kaj ste se spustili? Oh my god, hudo. Okay. Ali ja, Ja, še kar zmrzno. Kako bomo zdaj tu? No, tu je masturbacijski jajček. Čak, eno vprašanje. A vidva sta kdaj kakšne igračke probala? Mi smo ne, svojega pa kupila tega jajčka svojemu očimu. Res? Cute! In kako je reagiral? Ne veva. Mislim, tako bilo mi smešno, sam ne veva, pa je probal, ne. Ma zihar je probal, no. Ja, Dosti je teda. probal. Če je rekel, da sem Če bi meni kupili, bi isto na probal. šihtu flashlight kupil, to prav. Samo ga? Ja, za, Okej. za 50. Ja, če bi ga meni, Ali za 55. bi tudi probal kvar. Haha, ne rabim. A sta imela že kdaj flashlight v roki? A bi ga Ne. imela? Ja, Pa si sva ga, a ga nisva šla, imela sva tako ene, Ja. sva šla par po teh. Ta je bil že zelo veliko Po v rokah, trgovinah. ni bilo pa še nič drugega noter. Zgleda- Enkrat sva šla tam v kristalno palačo, sem imela res zgleda, ker še dobre izkušnje, se spomniš. Kaj pa če, Kaj bila je lepo prijazna gospa noter delala. kaj pa se zgodi, če tla odprem? To je, če zapreš čist, se full vakuma naredi, ko uporabljaš, če pa odpreš, je pa malo manj vakuma in lažje gor pa dol gre. Sam tako zgleda malo. Dobar, ja, ta je malo tako, že uporabljen. I- Tako. n- Mislim ni prašanje nekaj. Ja, ja, tako. veliko ljudi ga je že dotaknilo se. Uh. Je pa to mini verzija, ta je pocket size. Sta še večji. What? Ja, Navaden je Ni večji. to crazy. Ja. Ko lahko ta pocket size. Uča, zdaj bo pa Sara tam levo, da ne boš že vsega. A ja, ne, sej sem samo odprla. No, No, pač zraven, ta je najen token. Tu je kukar velika, je tu malo pokrita, rajš, ker tu bo YouTube rekel, ja. da moramo... Ja. No, tu je velika verzija, ne? Če pa hočeš manjšo verzijo. Imaš pa kaj tazga. Tu je masturbacijski jajček. Kako je lep. Ja, ful. Oh, In noter ima take strukture. da ima to, da se dotakneta. Da pokomentirata, kako se vam zdi. Ja, zdaj... Oh, shit. Nisem Very pa nice, čakal, ono. kao na želenik. Dej, hudo. In pač kaj je fora, ne? Fora je, da razlika tu stvar en tak pritisk. Tu daš ti tle gor. Kaj zdaj, kar tu naredim? Pa daj, a da na mizo rajš. Pa jaz Tako bom pa govorim. bolj govorila. A jaz govorim. Ja, ti Okej. govori, jaz bom pa delala. No, prav. Ajde. Zdaj vsi tisti, ki ne gledate, pač pejte to na YouTube, ta del pogledati, ker vam bo žal. Sara ima zdaj tle na mizi ta dildo v obliki lovk, tentacle dildo. A, čakaj, ta stvar je dildo. Oh, A ni to Fantazijski. nek ta dragon? Ja, ja. A veš, da vem. Wow! On se čist To je pozna. prav drugače. Ja, to Kaj je ti prav delaš znamka. v prostem cajtu? Kaj, Bad Dragon, še jaz ne vem točno. No, v glavnem, ja, ja.
Taj Creature Crocs, ampak Bad Dragon je pa unke najbolj znan. Pač več je Pa to je različnih. unke ki delajo. 49-99. Ba je. Od oka. Ja, No. to, v glavnem, zdaj Sara, noter dobiš pri tem jajčku, to se pravi, to je tak, dobiš ga prav v takem plastičnem jajčku, bo je pa noter taka mehka zadeva, ki ima noter tako strukturo, ki se uporablja potem na penisu. In zdaj zraven dobiš tak lubrikant, zato ker to moraš z lubrikantom uporabljati, za razliko od prave piške se to ne lubricira samo od sebe. Pa to noter zliješ in zdaj bo dala Sara to na tale dildo in zdaj bo demonstrirala, kako ona izvaja handjob. Fora je. Oh my god. Shit. Zdaj to gor. Ti sam sebe stisni No, sam se. fora je, da ti ta stvar tako pridaš gor, pa Aha, ne slišite, ker nimaš mikrofona. V glavnem, Sara je rekla, da moraš dati ful lubrikanta gor, zaradi tega, da bo to lepo povzelo in da je dala zdaj premalo lubrikanta gor. Zdaj pa ja. v glavnem, in pol daš to gor pa dol, ne? In tu stvar tak pritisk, pa lahko tako malo vrtiš, not malo une strukture. Gleda crazy drugače. Ja, in je tako malo, pač drugačen handjob, lahko sam, lahko s punco, kakorkoli. Lahko ima da še več, da bosta prijela, bi rada. Lahko probate. Mene je tega Dragona malo strah, realno. Res. Ni cute, da Nič rečeš. ne bo Zanimiv naredil. feeling. Pač Veš, da se- dekaš. No, evo. Še jaz. Ful mi Sam je je pa všeč tale zanimiv jajc. občutek. Ja, tle res čist premalo lubrikanta. Ja, Ampak ful ga je drugače načeloma, premalo. dobro je, da primeš bolj v spodi, ker če tle ful na vrhu držiš, pa pol dol potegneš, se lahko strga, ne? Ker je pregrobo. Tako da pravilno je, da bolj v spodi držiš in pol delaš to, ker povzi lepo, ker daš dosti lubrikanta in potem, ja, to Pa stimulira. veš kaj, ta pa silikon, tako pa silikon je full trajanja, drugače ni tako, kot Mm. veš na Ja. penis. Taka. Ja, I love it. No, in tu je kao narejeno za enkratno uporabo. Ne? Aha. Ampak v resnici ni to resnica, če ga pač večkrat, lej, zdaj se pa je. The best. No, tako vidiš in pol ti naredi tle gor tako. A ga slišiš? Ja. No, Sound effect za Daj naslednjo zdaj. epizodo, za naslednji segment. Kar je hotela Sara reči, da če ga dobro opereš, pa posušiš, ga imaš lahko za večkratno uporabo brez problema, sam lubrikant Ja. moraš imeti pol svoj, ker tudi tle tako samo enkrat. 100krat so ga uporabljali. Dobro, da že živim na svojem. Si predstavljaš, da to zraven štumfo imam in rabo pesati v zunaj, da se posuši. To pa je to, kao. In zdaj smo vam pripravili darilo. Wow. Ni šans. Jaz sem dobil 2 jajčka, ti pa nisem znal. Ne, veš kaj, fora, jaz sem Od malo, Sara je boljši daril. nisem razmišljala in sem samo eno vrečko pripravila, ampak je za oba dva not. Ja, se bova Tako da. razdelila. Ja, Ja. pa še Tam je- tole imata. Jaz bi roza barve. A vam, čak, dve zdaj ima dve darili. vrečki. a vam povemo, Ah, shit, hvala lepa. Bo Sara povedala, kaj pač so tu je ta dobro. jajc, Dajte ne? povedati. Jajček. Točno tako, kot smo ga Lep zdaj dali jajček. gor. Pomeni pa še špansko muhico. Zdaj To? se igrava Španijo. Ja. To je španska muhica. Za moške in za ženske. To je nek... Daš si jo tako v pijačo ali pa pod jezik, kao dvigne libido. A ja, to je... Reče. Pepper. Ne, Peppersi, niso. Ne. španska muhica. To je samo drugače. afrodizijak, pač. Kapelce so. Aha, kapalce. To Ja. zdaj, če odprem, bom tako malo. Ne, ni to, Tu si- kot poprsi. Ali si- pa Veš kaj? Pač tako, malo bolj se počutiš, pa je. Malo bolj Ja. razpoložen, pa sproščen. Ja. Tekam. tole je pa Hudo. intimno olje, ki ga pa lahko uporabljata vidva in vajne partnerke, je za njo in zanj prav namenjeno. Hudo je. Je čist naravno in je super za pač negovati vse dele sebe, ne samo velikrat si damo na obrske, pa na lase, pa mogoče, vidva verjetno ne, ker sta moška, ampak kakšno veš kremo za telo, Ja, na ja. intimne dele pa pozabimo. In tole je pa prav za nego intimnih delov. Hudo. Perfektno. Pač, naprimer, top, sploh če imaš kakšne težave s kakšnimi vnetji, ali če te kaj peče, lahko si daš pa tudi, ne vem, za herpes se lahko uporablja. Pač literally Vnetje vse so popka rekli. pomaga, pač Ja. za marsikaj, Okej, za, hudo. če imaš glivice na nohtih, tudi pomaga. Pač ful enih stvari. Ja. Ja, prej smo imeli lastnice od tega in one sta to naredile, ker sta imela same težave z vnetji in nič drugega ni pomagalo, oziroma pač imaš pol tiste kanestene, pa to je pa potem že v bistvu za preprečevanje, da sploh se ti ne naredi, če pa se ti naredi, pa tudi pomaga. Je hudo. Tako da, Hvala lepa. Hvala. Veseljem. to je Hudo. zdaj to, Hudo. kar se daril tiče. Zdaj pa
Imam jaz le še nekaj vprašanj? Še to. A smo povedali? Kjero? Koda med nama 10 za na pitch popu. Ja. Ocenile pa nis, jaz sem te Jaz ne morem oceniti tega masturbatorja, ker ga pač nisem mogla uporabljati. Ne? Vidva ga boste mogla oceniti. Bova napisala oceno. Tako, pol. eto. Bova napisala Bravo. review. Te bi pa dala 8 od 10. Kul so, sam sem malo high effort. Okay. ja. Okay. Pa ne vibrirajo. Ja, A je bilo mogoče bolj, če vibrirajo? jo sigurno. A ne? Mislim, fajn je, če še vibrira. Ampak tudi to je kul, mislim, je že to veliko, ene stimulacije naenkrat. Preden nadaljujemo, imamo eno ful dobro novico za vse punce, tako kot jaz, ne preživite menstruacije brez protibolečinskih tablet. Zdaj sva Sara odkrile Beliso in to sploh ni bilo planirano drugače, ampak glih danes zjutraj pred snemanjem sem jaz dobila menstruacijo, čeprav bi mogla priti jutri in sem bila res vesela, da je ne bom imela na dan snemanja. Med snemanjem, dobesedno med snemanjem prve epizode je mene začel boleti trebuh in sem si dala potem takoj tole Beliso gor med pauzo in zdajle sem jaz pač 100krat boljš. Sploh me ne boli več, tudi Sara je prejšnjič celo epizodo tole imela gor in je rešilo live, tako da jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Bili so samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za to ekipo, ki je tu ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve so vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš Beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z Beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. Jaz sem tle pripravila še ene par vprašanj, pa bomo šli pa na neke take, iz forumov. Mi dve malo forume potem prebirava in najdeva kakšne zanimive teme, o katerih bi radi govorili. In se mi zdi, da so te fajne take, da imamo še nek moški pogled na te stvari, ne? Tako da, še prej pa. Zanima me, a vama je tako... Ne, v bistvu zdaj to že vem. Hotela sem vaju vprašati, če vama je nerodno govoriti o seksu drug pred drugim, ampak sem gotovila, da vama ni. Če pa ni nerodno niti seksa drug pred drugim. Yep. Crazy. A imata podoben okus za punce? A vam je bila kdaj kakšna ista všeč, a imata čisto različno in vaju zaradi tega ne skrbi, da bi... Pismo ne, malo kar različno. Različno, ja. Ja? Malo to Različno. srečo, da malo različno bi rekel. Kakšen je tvoj okus in kakšen? Jaz sem zmeraj rekel, da za me mora biti punca majhna, blond, suha z velikimi oškami. Ful specifično, I love it. Zelo hiter, zelo simpel opis. Kaj pa Okej. karakterno? Ni to kvažno, če te pogoje izpolnjuje. Pač jaz sem upam, da jih tvoja punca izpolnjuje. Ja, Ker drugače izpolnjuje, bo tu izpolnjuje. gledala, pa jih ne. Ne, izpolnjuje. Mislim, da ne bi Zato toliko pa je- suvereno tega Zato rekel. pa je moja punca. Ne, ja, vedno sem rekel, da je bolj blond, meni so bolj temnolase punce všeč. Arjavolaske, črnolaske. Pa tako potetovirane v neki. Mislim, ja, všeč so mi tatuji na puncah. A je tvoja punca tetovirana? Ne, nima, ker ima težave s kožo. Oh. Ta dermatitis ima. No, se Kožni spopod ti za oba dermatitis. tetoviram, pa je to. to, Ampak ne? ja, ni zdaj to tu pogoj, ampak ja, je pa tako, da domno so bolj blond punce všeč, meni pa bolj temnolase punce všeč. Tako da nikoli nisva, če nam je bila kdaj ista punca všeč. To že nekaj narobe. Mojem, da ne. Wow, interesting. Jaz sem pričakovala, da bo to tako čist neki v drugi smeri rekla, tako neki, da mora biti prijazna, razumevajoča, kaj jaz vem, A ja, jaz sem neki. mislil, da zdaj tako si sprašala po Izključno izgledu. po Ne, izgleda, ne, ja. sej pač karkoli. Vi to že najbolj veste, kaj vam je pomembno, ne? Mislim, ja, ne vem, če bi zdaj tako ciljala na ta nama je všeč obema, zato ker je prijazna ali pa pač. Ali kva, ne vem, po mojem, da ne. Ne, Ja, sej po ne. mojem, ja, je itak Mislim, vizualno na prvo, kar vidiš. prvi vtis itak ocenaš. Pač, če bi vprašal, Punce. kje punce so domno všeč, blond, kje so aljažo, temnolaske in to je to. Ja, ni zdaj tako, kaj, da rešeno. imam jaz se ful pali na une, ki mi vrečko dajo za trgovine ali pa. Veš kaj, fair enough. Ja. A ste kdaj
preverila, če sta tako, koliko sta si podobna, tako na vseh delih telesa. Mi smo, veš kva, mi smo drugače hokejista bivša in sva se cel life itek tuširala skup s drugimi tipi in smo svašta delala, sam tom rekel. Ste pa tako merili, enega zraven drugega. Edin meril pa res ne vem, če smo si tiče eno okej. drugega, a smo si, kdaj? Drugo. Jaz nisem bil zraven, ampak verjamem, da je siguren kdo kdaj kaj eksperimentiral. Ja, no, midva ne, iskreno. Okay. Ampak pač ja, poj primerjati, ne vem, se ni kao malo za primerjati. Zdaj pač, Čeprav sva pa enkrat rekla, to je zelo čuden način za to preveriti, ampak sva enkrat rekla, da ko bo oba imela trdega tiča, se bo postavila en nasprot drugega in pol pač unka se bo prej zadev ob drugega, unma večjega, veš. ima daljšega. Tako bi bilo Nisem najbolj, še- tako bi bilo najbolj smiselno ja, zmer. testirati. Ja, res je, to Ampak pa zdaj, a je resnica. to malo tako incest gay? Ni važen, je pa važen. For science. Ja, ne, meni se zdi to kar smart. A ne da? Ja, Ja, kako boš ampak to druga- se ni zgodilo še. Ne, niso še, ker Ker obstaja ena resnica. Kažno. Pustimo to. Kaj? Ne, pustimo to. Če hočeš povedati, lahko, če ne pa ne. Ne, pustimo to. Ne, hecam se. Jaz sem enkrat res, ker sem bil pijan, pa rekel, da se mi zdi, da ima on večjega. Ampak to se spomnim enkrat, to je bilo. To sem bil star 12, pa pijan. Ja. Pa, 12 pa pijan. Ja, pa straumatiziran. Čist, ko sami, pa glih po prometni, take same hude stvari. In pa sem, ja, in pol sem to rekel, stojam bil, da se ne smejal malo. 17, polet, sober, prišel v sobo in to rekel. To je vse, kar se je spomnil. To sta dve čist Tako, različni zgodbi. Ne vem, ali jaš za kva se mi zdi, ampak meni se zdi, da imaš ti večjega. No, ni bilo tako itek. Da ves. Bojo verjeli tisti, ki bojo. Dejstvo je, da ti si to rekel. Jaz tudi ne, 12 let star pijan, zadrugiran. To veš kaj, ti se pa nikoli ne nisem to rekel. spomniš stvari, Ja. recimo. Tako In ful ti se nekih mogoče stvari. na robe spomniš. To zdaj dobro izpostavlja. Pač recimo, mislim, To zdaj dobro izpostavlja. Ampak Ja. to je skoraj siguren res. okay. Skoraj, siguren. Dobro. Okay. Janač, ko boste tu merila, Se bo šla v živo. ja. Tu bo pa naslednji segment. Lahko OnlyFans odpreta in pač imata samo to. To je edini content in jaz mislim, En da ta video ful zasluži. Ampak vsi Ja. bi kliknali. Kao Veš, ti, koliko? kao ti so me že dotaknili, ne laž, nisem. Kva boke naprej ti si, kva boke naprej. Ravno je imeti sodnik. Ravno je imeti sodnik. Bojna ritemce tako, čist, pa pač. Hudo. Brez stiskanja, ja. Drugač, tako sam ideja, sploh ne rabita vajnih obrazov, Slovenijo blokirata samo tujino, pa mislim, da bosta pač dobila. Pa lahko samo kako marketing. malo Pa da- pol vemo, da sta dvojčka, če ni obrazov. Tu nima smisla, če sta samo dva moška, ki si nekaj merta, nima Ja, imaš veze. prav, To je mora biti res, dvojčka. to je imaš prav, res. imaš prav. No, pač mora se Ja. pač jaz, če bi bila tako neka simbolna cena, tako ne vem, 3 evre. Jaz bi plačala, jaz bi tako nekaj da videla. Samo to, ker je smešno mi, pač ta ideja, da pač kdo se zdaj prej dotaknil. Ja, Pač Plus, hilarious. 3 evre. Times 100,000 times. ja. Ja, Ja. In vse, kar rabo, je za res Pristorijo. dober marketinško strategijo, da to ne vem. Že naredila. En let Ja, hajpava, zdaj. veš, en let hajpava in pol sam enkrat dropava video, vzameva tistih 5 mil in Havaj. Ja, Ja. rad pol pač. Top. Ok, hudo, malo imamo biznis. plan. Ja. malo ni zakaj. Kdo je zdaj rekel, da ima neko full dobro idejo za nek zvok? Ti. Ja. Ok, daj. Ja, ta se mi zdi hud. Mislim, da smo, jaz sem preveč pričakovala, ampak cute. Lucija in Sara pametujeta featuring Aljaš in Domen. Ali pa dajmo Domen in Aljaš, no vedno Aljaš na prvem mestu. Končno. A boš ti prebrala, Sara? Ja. Ok. Moram najti. Problemi s puncami. Imam en problem, ki postaja vedno večji. Ne bom se hvalil, ampak sem kar faced fant. Problem je v tem, da si ne morem dobiti eno lušno punco. Vedno me nagovori kakšna, ki mi ni všeč in pri kateri se niti tako s pogovorom ne ujameva. V diskaču me nagovori kakšna debela. Se nimam nič proti debelim puncam, samo takšne ne bi rad imel. Polno je dobrih punc v diskaču. Mogoče nimam pravega pristopa, to pa priznam. Ne znam osvajati. Moji kolegi pa tudi ne izgledajo kaj boljše od mene, ali pa izgledajo še slabše, pa imajo ful dobre in postavne punce. Ali je to že zdaj zakon, da takšni fantje hodijo okoli z misicami, postavni pa fejst fantje pa hodijo naokoli s sirotami?
Jaz nič več ne razumem. Zadnje čase se sploh ne družimo več, ker se mi zdi, da ne spadam več zraven. Vsi so tako ponosni s svojimi dekleti, jaz pa sem sam in osamljen, sram me je. Star sem 22 let, zdaj bom že skoraj 23. Kaj naj naredim, ko pridem v disko? Jaz navadno pogledam punco, pogled naj bi povedal vse, kar si od nje želim. Če vidim, da se mi všeč, pristopim, drugače pa se sploh ne trudim, ker že tak vidim, da nimam šans. Navadno potem plačam kakšno pijačo, bolj daleč od tega pa še nisem prišel. Ne vem, zakaj me vsaka pusti. Zaradi tega se zadnje čase ful sekiram. Najnih let je. Pa se že tako sekira. Ja, kaj bi mu svetovala? Kaj dela prav, kaj dela narobe? Jaz bi rekel, da prvo mora poskrbeti zase, kar se tiče izgleda, se pravi. Si rekel, da je lep. Čakaj, mora iti v fitness. Kva se zgodi v fitnessu? Tebi se začnejo mišice delati in pol dobiš samozavest, ker si tako fakt dobro zgledam. In pol, ker si samozavesten, boš lažje šel do ženske, ker boš samozavesten, ker ne boš tako, si sem lep, si sem v redu, in boš samozavesten in bo ona, ne bo všeč tvoja samozavest in evo, tako boš lažje prišel do ženske. Jaz tako mislim. Zdaj razen, če imam res neko, no. Zelo monoton odgovor. Res tako nabilden tip. Ampak ja, jaz bi to svetoval. Jaz bi rekel, da se ne sekira preveč z odgovori, ki jih dobi ne. Pač, vsak ne, en bližji ja, ne. Jaz ne bi se zdaj to obešil tukaj na to, da je to ne. Če pač pogleda punco in če je to, pa pač ni najdu ta praveh, a ne. Pač ni najdu taka, ka hoče biti z njemu. Plus mora nehati v klub, kjer so same debele ženske hoditi. Še to, na vrh tega, ja. Ko ostajajo kakšni taki klubi? Ne vem. Ne vem, ja, jaz bi, mogoče, da se ne sekira, pač ne se sekirati preveč, a ne, zdaj... Kaj pa tukaj reče, da jo samo pogleda in on že tu vse pove? To je res? Ja. Ja. Mi smo v bistvu hoteli od vas, po mojem, en tak postopek, kako osvojiti punco. Ja, jaz pa doma ne pomagam, ker sva dosti tako ekstrovertirana človeka, ne bi ful komplicirala, če bi zdaj se mogel spet v to situacijo dati. Niti se mi ne bi zdelo to tako čudno, zdaj sem pa zgubil osvajanje to. Jaz bi pač čist preprost, bi prišel sam do punce, bi rekel, Žujo, videl sem te, ful se mi zdiš luštna, ti lahko meno pijačo, kdaj lahko greva ven, a mi daš svoj Instagram, svoje telefonsko neki, pač se to je sam pač čista iskrenost, a ne, sam prideš tja, Žujo, videl sem te, zdi se mi luštna, rad bi te pelil na pijačo in to je to. In če ona pač tako, spizdi, pač tako, okej, a ne, ti si pač dal svojih 100% si postavljen, zdaj sam čakaš nazaj respons, pač, ali zdaj greva, ali ne greva, ti si svoje naredil in to je to. Zato tako bi jaz pristopil, če bi zdaj se še enkrat mogel punce lotati. Pač spoznavati ali pa. Ne, zakaj smo tako žaljeni, če nam nekdo reče tako ne? Ja. Pač ne. Nisi mi všeč. Pač preveč se mi zdi, da zbildaš v glavi si. Neka pričakovanja. Ja. Mava tudi, zdaj imamo enega prijatelja v fitnessu, ki mu je ful ena punca z kodri všeč. In so pač tako, daj pej do nje človek, pač kvabo. Veš, to je kukor, jaz si najlažje tako predstavljam, da se sam daš v trenutek. Kukor, evo, zdaj mi 4 tle sedimo in zdaj en tam potrka in pride skozi vrata in se začne z nami pogovarjati. In se moramo zdaj mi vsi 4 obrniti tja in pač se soočiti s to situacijo. Tako je, kukor si ti v fitnessu, pač, ne vem, dviguješ kvihte in bolj pride en in se ti predstavlja in se hoče pogovarjati s tabo in se pač sam moraš obadati s to situacijo. Ni zdaj kukar, da je pač Ni zdaj, da pozabiš govoriti. Ja. Kje je ta strah? Kje je ti pač isto zdaj samo, ne vem, kako ne sploh opišem, pač obstajaš in zdaj pač greš tja in se sam pogovarjaš, kukar se zdaj z nama, ta nam prijatelj pogovarja, sam pač pojdi tja, besede naj ti iz ust letijo in se pač pogovarji. Če pa reče ne, poj saj veš, da ni uno, Pojte saj ne matra, ja. Poj saj pač tako, rekla mi je, da pač ne, da ima Mislim, fanta ja, in je to. Jaz ne mogu živeti s tem, da bi tok cajta pač ne bi šel do nje, če bi mi bila všeč, veš. Tu so tako enostavno povedala, da jaz mislim, da smo zaključili današnjo epizodo, konec, gremo domov, pač. Ampak to je ono, Sounds ker nimaš so socialne easy. anksioznosti. Ja, ne. Pač to je prav tako res ono, pač to je najbolj ekstroverten odgovor, ki si ga Ja, lahko ja. dobil. A veš, ker to je tako Sam je tudi enostavno, najbolj simple, ampak ja. v tvoji glavi ni. Koliko prej? Mi Ampak smo če prej, nekoga vprašaš, koliko je ura, tu ti ni čudno vprašati. A To veš, vsak lahko a vpraša. veš. No in zakaj potem bi je čudno bi bilo vprašati, a greva na kavo? Ali Tam drug zaporedje besed. No, pa se Ja. mogoče je, koliko je ura, zelo dober icebreaker. Sploh za v fitnessu, a veš. No. Saj čeprav so ene 2-3 ure, ampak a veš tako, koliko je ura. Čak da pogledam, še zdaj, kva sem prišel do tebe. Ni zdaj, da moraš tja prijeti.
Ja. Ja, všeč si mi. Pa Ali kul pa- kušant na ustajo. Ali pa, Se spoznata. Ja. ali pa se delaš, da hočeš na uni napravi biti in rečeš, koliko imaš še setov? In pa ti pove, in pa si tako, ok, in pa imaš Ja. pač, pa si prvo stvar že rekel. Sam, veš Pač kaj? Sorry, ampak to moram povedati. Mi se zdaj tle delava, kao, to je ful enostavno. A se spomniš prej, ker smo mogli posneti tisti segment, nek reklamen blog smo mogli posneti. In je bilo tako enostavno. Tako, jaz sem imela tis v glavi, kaj bom povedala, imela sem stvar v roki. In pa sem začela govoriti, in kar ni šlo. In pač tako v moji glavi je to bilo enostavno, vedela sem, kaj moram narediti. Vse je bilo enostavno, ampak poka pa to narediš, pa ni. In meni se zdi, da je tle isto. Pač za ene ljudi je ful enostavno, ampak za ene pa kar ni. In pač tako veš, da ni težko, ampak ko pa moš to narediti, je pa težko. In pač Ne vem, zakaj me... Tu me zdaj kar na neki spomnil, ker sploh nima veze. Ampak, povej. ja, tu moram pa jaz povedati zdaj. Hvala, ker sta prišla poslušati najne monologe. Skratka, včeraj sem poslušala en podcast, ki je en rekel, da zakaj smo vsi tako bothered glede nečesa, kar ti nekdo reče, ne? Zakaj si reč tako ne predstavljamo? Recimo, če jaz hodim brez slušalk po ulici, pa mi nekdo reče, ker si ti grda prasica. Cel dan imam uničen. Cel dan, ok? Ampak, če imam pa slušalke gor, se pa v zunanjosti še zmeraj zgodijo tako iste stvari, kot se drugač. Ja. Ti greš mimo njih. No, ali pa jaz sem sploh včeraj ne gledal en reagiraš. podoben video na to, kar ti zdaj govoriš. Kaj če bi en tebe rekel, kjer si ti grda prasica, ampak v madžarščini. Ja. On bi še vsem to rekel, ampak ti daš pomen tem. Ja. Veš, ti zdaj pa ne razumeš in tvoj dan bi bil navaden, on bi pač ti bi šla mimo njega, on bi neki faraš in pač ti bi bila tako, ok, in bi šla naprej in normalna bila, brez muske še kar. Ne rabiš In niti sem zato, slušalk. kot ti v slovenščini reče, imamo dan uničen. Ne vem, zakaj sem se to spomnila zdaj. Tu sploh nima veze s tem vprašanjem. Ampak jaz mislim, da pri tem Ima. vprašanju je bolj za vse moške pa fante, ki poslušajo, jih se mi zdi, da bolj zanima vaj mnenje, kot se mi zdi, da fantje ful ne vejo, joj, kvaj jim bo pa rekla punca, če bom šel do nje. Jaz mislim, da bolj je tako, recimo, če sta v fitnessu, tako, a bi vajo ful motel, tako, da pride en tip, ali bi vam pa tako laskal, tako da pride en tip do vaju in reče, ej, ful si mi všeč. Ali odvisen od okoliščine. Ne, Odvisno meni je od to sim- tipa. Če ti je všeč, ti je fajn. Če ti ni všeč, ti je beno, ki ga moraš pa vsakič v fitnessu videti in pa si sam tako vsakič. Ne, meni se pa ne zdi. Odvisno je tudi od njegove reakcije. Pač tekaš, če je tu sem nek model, ki ne vzame stvari osebno, kam ti rečeš. Ne Ja, vem, drugače to je pa še jaz- bolj pomembno. Jaz sploh ne vem, zakaj je to tako čudno. Kadarkoli mi je kdo rekel, ne vem, če grem kam z njim, ali pa da sem mu všeč. Pa če nisem hotla, sem jaz vedno povedala, tako se mi zdi pomembno, da damo moškim vedeti, da hvala ful cenam tu, da si mi to povedal, ful cenam, da si pristopil do mene, ampak neki trenutno, pač mi ni do tega, jaz tega ne vidim tako, imam fanta, whatever. Ampak tako se mi zdi, da zakaj ne bi samo tako pač malo komunicirali tako? Pač, Pač, če ne? moški reagira in Razumem. reče potem, ok, pač nič hudega, In samo to je to. vprašati in prijazno Ja. to reče in gre pol stran No, in te vidiš, pol ne ja. gleda grdo, ja. the best. Pol pa, Ja. pač, če bi, sam ponovadi tako ne reagirajo, jaz si sploh ne predstavljam, da bi pač nekdo potem tako reagiral po zavrnitvi. Vsak se pol počuti užaljeno. Ni Če res, ti- če pri ti meni nekdo so pa vsi napiše- normalno odreagirali. Če se z nekom pogovarjaš, naprimer, ne vem, na kakšnem Tindru, ti pa še napiše, se v resnici si full grda, se sploh te nočem. Ja, Ja, pa ne Tinder, ampak ja. Ampak, a veš, ja, tako, ja, pač- ja. Ampak ja, drugače, če pa. Ne, ja, se je Lahko. ful odvisen od tipa pod njegovo reakcijo. Zato, ker se mi zdi, da če ful, recimo kot tip si v glavi zbildaš, ok, že tako mi je ful težko iti, recimo, kot ima tega prijatelja, pa da zdaj, recimo, po 3 mesecih bo pa šut ja in vmes je že 1000 stvari pomislil, kaj pa če bo rekla ne. In na koncu tudi, če ona reče ne, ej, ne vem, imam fanta ali pa me ne zanima, je on pa je tako, ok, in gre stran in si tako misel, se sem vedel, ampak sej ni panike, itek sem vedel. Pa da njej Tako že da- to reče, pač reče, Navaden. ok, mogel sem, pač tako da reče, Ja, pač. da njej pove, hej, v redu je, pač hvala, da si mi povedala, zdaj sem saj to, ne bom več Predvsem o tem rečeš si, razmišljal. pač ne bi mogel živeti sam sabo, če ne bi te prišel to vprašati. Ja. Zdaj saj vem in hvala. To je vse, kar rabiš narediti. In pa lahko greš do kjerkoli ti je všeč in če tako lepo normalno reagiraš ob zavrnitvi, Ja, ni čudo Pa- niti za eno, niti za drugo. Ja. Sam tako, kot si ti Ne, rekla, po mojem tudi dost fantov pomeni, če si pač za ne, da, bo več, da mu rečeš, ej, nič narobe s tabo, ja. ampak pač ne tako, da mu zdaj rečeš, nisi mi všeč, nič Ja. narobe s tabo, ampak Ja. pač Ne. jaz sem za ne. In to je to. Ne zanima me. Ja. Ja, nisem niti mislila tako daleč, veš, da mu rečeš, nič ni narobe s tabo, ampak sem tako, zdi se mi, da so moški res tako v stiski, zaradi tega pa logično je, da so v Mhm. stiski, zaradi tega, ker le kakšen je narativ pis, da ne smeš nas pogledati, ne smeš se nas Ja, dotakniti, ne ja, smeš ja. iti mimo nas, ne smeš nič, ne Težko smeš. je. In pač valjda, da potem kaj boš šel v fitnessu do neke ženske in boš takoj haresal, ful je tanka meja Vsi med tem. fitness ne. je res Ja, ja, ja. specifičen primer. Mislim,
Glavno, Nasploh, meni se zdi ki je. še en poseben vidik, mogoče to samo moja stvar, ne vem, tu, da ne gre ta vaš prijatelj zdaj do nje, dokler je tako res ful v stiski. Kapol je pa, me ženske dobimo, se meni zdi nek tak, pa bomo mi mogli voditi situacijo. In zdaj, če ti prideš do mene čisto v stiski, bom jaz mogla tebe rešiti iz te stiske in sebe rešiti iz te fucking Tam tako stiske. čaka, tako. Ja, tako da, Še bolj ja, awkward bo, ampak ja. veš, ne vem pa, kako to rešiti, če zdaj že mu je tako awkward. Tu ni bil noben dober nasvet za tega prijatelja. Mislim. Pa ne, pa Pač, sej. po mojem, moraš sem dojeti. Ej, moraš iti sam tako, a veš tisto, da se postaviš v ene par situacij pred tem, ko veš, da te lahko zavrnejo, ali pa veš, da te bojo zavrnili, da slišiš ene 5 nejev, pa da se navadiš slišati ne v kakšni taki situaciji, da se pač postaviš v ta neudoben položaj, da vadiš, kako pač reagirati na nek ne, pa tudi če samo v trgovini rečeš, ima te kakšen popust, lahko en popust dobim, bo rekla prodajalka, joj ne, in pa rečeš, ok, hvala, sem pač mogel vprašati. In napaka to narediš in potem boš tudi lažje rekel, baby, pač za številko in bil pripravljen pač na ne. Ma res. Tak, exposure therapy. Ta, to. meni Na tako svet je res. fucking scary. Reče, ne vem kaj, zdaj sem pomislila na letalu, da se nekdo ustane in reče, vsem želim ful lep let in se tako obrne in zaploska. No, mi je se Ful je večkrat teh dava. exposure Mi video. je se dava Ja, večkrat v tej tudi- situaciji. ja, tudi- To pa sad toliko ekstrovertirana, po mojem. No, vidiš, zato pa vam ne bi bilo problema tako vprašati nekoga. Ma jaz Ali mislim, da je... sta ekstrovertirana, vama to ni Ja, težko. mogoče, ja. To gre z roko v roki. Ampak tako, oboje. generalen nasvet za tega fanta je po moje to, kar je rekel, mislim, da Michael Jordan, zgrešiš 100% strelov, ki jih ne vržeš oziroma ki jih ne strelaš. Tako da jaz mislim, da tako, kot si ti rekel, pač probavi, dokler ti ne rata, ne. Tudi Ja. shodu nisi z prve, pa nič. Tako da dokler pač ti ne rata dobiti ženske ali pa neke hude misice, ki bo rekla, ja, toliko časa probavi, a ne. Na koncu zihar svetloba. Ja. The best. Temu Okej. fantu tle, ki pa hodi v tale disko, pa jaz svetujem, da ni tako bogi. Zato, ker pač ne moreš hoditi prvo kot prvo v disko, zaradi tega, da dobiš neko punco, ki si itak je pač bogi in osamljen in vse. Jaz mislim, da mora on iti malo v fitness. Tako, kot si ti Vidiš? rekel. Vidiš? Eto. Strinjam. No, tako. Naslednje. No, preveri. Po ljubezni, prijateljstvo. Verjamete v prijateljstvo po ljubezenski zvezi? Je mogoče, da ostaneta dva, ki sta se nekoč imela rada, samo kolega in nič več, da se lahko pogovarjata, družita? Kaj pa mislite o bivših parih, ki se potem ignorirajo? Jaz mislim, da je odvisno od tega, kakšna je bila intenzivnost čustev v ljubezenski zvezi. Če si z nekom hodil in nisi veliko čutil do njega, boš lažje prebolel in tako tudi bil zmožen ostati samo kolega z njim, njo. Bodite pridni. Kaj ta Ja. Lahko moški pa ženska sem prijatelja. Po ljubezenski zvezi, to. Pa tudi ne po ljubezenski zvezi. Tudi Ok, tu dajmo me najprej zanima. to, ja. Jaz mislim, da je pri spolih obratno realno. Jaz mislim, da vsak moški, ki ima žensko prijateljico, jo hoče podreti enkrat. Skoraj v večini primerov. Medtem, ko vsaka ženska, ki ima moškega prijatelja, ni nujen, da to hoče. Res. Jaz mislim, da je tako. Pač. Okay. Sam zdaj pomislim za svoje prijatelje, ki jih imaš. Kako skoraj z jih. Pismo, Vsako okay, bi. ja, imaš prav, mogoče pa ne. Meni je enkrat en moški razložil, da pač tudi tako gre, da nimaš ti skus misli o svojih prijateljicah seksualnih, če si moški, ampak pol včasih, ko ima ta prijateljica kakšno šibkost, šibek dan ali pa slab dan ali pa kaj, da pa ful hitro pride do tega, da se ti hočeš Da se ti skule, poveže, kako ja. nekako štuliti noter. Pismo, ja. I don't know. Izkoristiti. Jaz sem drugače tu štekala, malo sem razumela, ker pač ženska, pa ko ima slab dan, ne, pa itak hoče, da ji nekdo pomaga in pač pol kar po nesreči seksaš. Po nesreč. Ali pa, ja, jaz nisem čisto sigurna, jaz v resnici. Pismo, tudi jaz ne. Pa bi rada rekla, da smo lahko čisto prijatelji, ampak pol v nekih situacijah pa pač pol kar seksaš. Razumeš? Tu pomeni, da tu pol ni res. Ja, ne vem, ja, jaz sem tudi mešan občutke, tako kot ti. Še sploh Ne vem. za bivše. Se pravi, če si že enkrat čutil, ker za navadne prijatelje, po mojem drugače imaš. Recimo jaz, če bi imel, ko imam navadne prijatelje, res ni resnica, da bi res vse rad podaril, delač od tega. Ampak za bivše punce se jim pa zdi, dobro, tudi tle v tem stavku piše, da je po mojem odvisen, koliko si bil romantično navezan na to osebo. Zato, ker če zdaj ti pač ful, pač res moraš zdaj preboleti svojo punco, ker te je prevarala in si tako pač, res jim prebolo in en let preboluješ in pa jo vidiš in si tako,
še smer smo dobra, še smer bi seksu s tabo, ne vem, če to kdaj zgine. Razen pojev, ne vem, če 40 let, kaj veš, pač, že so staro pa zgubano, ampak ne vem, če pač... Ampak tudi po mojem, če 40 let, kaj veš, staro pa zgubano, po mojem, še smer se spomniš, tako, faka, so mlada, so imela pa fajen. Ampak ne zdi se mi pa ta ignor, pa to se mi pa ne zdi normalen. To pa, recimo, to bivša punca, ko imam, s katero sem zgubil nedolžnost, pač sem osrečil ene parkrat, pa tudi njene starše, ki sem jih poznal, me pač sam grejo memi in me sploh ne pogledajo. In sem pač tako, pač, tako grejo memi, so tako pač, what, Spal pač, sem v vaši še bajti. zmer sem človek, ne, Stokrat. pa tudi tej punci sem že tako ene dvakrat rekel, oj, živijo, pač, kvaj zdaj nisva se videla, 3 leta, kako si kaj, no, tako, sploh nisem vedela, da si ti, ja, v redu. In to je to bilo, pač poj sem šla naprej. In mi zdi tako, pač, a veš, meni je pa kar tako, takrat sem pomislil, pa ko sem videl, sem kar tako, meni je bilo tako zanimiv, se tako pač iti usedeti na kavo z njo in bi bil tako, kva ti kaj, stari, pač, okej, sej so šla na razen, pač ne čutam več zdaj nič od tebe, ampak tako, dej, kva ti kaj, ko so kaj doma ta stari, ko bratec kaj, kva ti je šolo naredila, neki, imaš službo kakšno, kva bi tako kaj, Ja, po drugi pač. strani pa zakaj te to zanima o njej, ne pa o tele ženske, ki tamle sedi za uno mizo v skupni pisarni. Pač razumeš? Zakaj te o tej bivši punci to Zato, zanima? ker je imel neko navezanost ker- čustveno. Zato, ker je pač, poznal, pa ker je Ja. pač spal tam, jedel njihovo hrano, ne vem. Drugače jaz pa razumem Navežeš to. se Jaz mi pa zdi. razumem. Ne, da bi se hotla zdaj družiti, ampak tako pač ja, pač si spet odvisno, kako greš na razen, v kakšnih razmerah, ampak tako, ja, pač me je bilo tudi grdo, da bi pač, ne vem, ja, da se srečamo na cesti in da me niti pogledajo, ne, ali pa pozdravijo. Pač, kva? Ja, to si lepo povedal, strinjam se s tabo. Mogoče tudi drugače, če imaš partnerja že nekaj časa, kakor če imaš, ne vem, one night stand, pa te pač ta človek sploh ne pogleda, pa si tako, okej, lej pač. Ja, tudi Ja. to je drugo. To je Ampak po ne mojem bi pa, ne drugače. mora, se mi pa zdi, da ne moreš biti pa friend. Pač jaz, Ja, meni se jaz tudi ne zdi, bi mogla to ja. biti. Jaz to se tudi meni zdi, zato ker pač Ker bi bilo enkrat weird. zaključiš te stvari, pa druženja, pa prijatelje skupne, ki jih imaš, po mojem enkrat to, ko končaš zvezo, to ločeš, ta življenje narazen in gre vsak po svoje in da bi pol spet. Mislim, pa tudi, če gre par na razen, več kot očitno nekaj ni šlo prav. In med tem, če hočeš zdaj biti prijatelj, nočeš glih razmišljati, kva gre zdaj prav med nami, Ja. ne, sam hočeš biti tu sproščen. Ja, prijateljica bila kao z vsemi svojimi bivšimi. Ne? Ampak pol se pa tudi zgodi, da vedno, ko si malo pijan, seksaš z njimi. Pač, res, mislim, kaj naj rečem? Jaz sem mislila, da si ful lahko prijatelj z vsemi bivšimi. Še zdaj se mi mogoče kdaj to zdi. Ampak v resnici pa... Pač pol ti je pa kar udobno, ker si pač itak bil z njim par let in pol je kar najlažji. To se mi zdi, meni se pa zdi težko, ker pol neka privlačnost je med vami. A ne? Kaj nima z Pol vsemi? To jaz ne razumem. Ne. Pač meni pa, jaz pa, na primer, jaz mislim, da moški pa ženska sta lahko prijatelja, ampak če je tista neka privlačnost, ker če sta prijatelja, pol pomeni, da se pač imata rada družbo drug od drugega. In pač če je neka ta privlačnost, pa je ful težko biti tu, no si misliš, pa zakaj sta pol sam frenda? Če pač, naprimer, če nekdo v zvezi, jaz bi bila lahko z nekom, če me privlači, pa je v zvezi, bi bila kamo zaradi tega, ker pač jaz, v moji glavi je ta meja. Če si pač ti v zvezi, pač te jaz sploh ne morem videti kot nekega potencialnega partnerja, ker pač zame ti sploh, ne vem, nisi pač material za dejtat. Pač ja, ne, ti sploh ni te možnosti. In pač tudi, če si mi pač privlačen, mi sploh ne bi nikoli tako bi mi bilo nepojemljivo, da bi pač lahko karkoli. Ampak da pa si samski, pa sem jaz samska, pa se dobro štekava, pa se imava dobro drug z drugim, pa še privlačila se. Ampak zakaj kaj ne bi pa, pol če kaj ti je več imela? grd? Pa bi pa lahko bila sam frenda. Pa Se ne pravi, bi mogla tudi, biti v če ga zvezi. ti boš bolj, pol, ni tako Grd, pri ali tebi, neprivlačen. da če ti, ja, neprivlačen. Če ti je neprivlačen, pa ga tako spoznavaš, pa ti je na vseh drugih nivojih kul, ti pol ne rata še lep. Ja, odvisno. Meni pol če dalje lepši ratuje in pol lahko vsak moj prijatelj je lahko pol še moj fant. Pa jaz sem imela frende, ki pač sem bila tako, ki ne bi nikoli, ker sem bili sam frendi, forever. Pač nisem mi nikoli. Sam se pa nismo, mogoče smo se, veš kaj, ja, tako smo se družili, pač skupinsko, ponovadi skoraj vedno. In ni bilo nikoli neke te, da bi karkoli več lahko bilo. Nikoli mi ni ratov zdaj kar lep, pač toliko lep, da bi hotela biti z njemu. Noben od teh. Okay. Tako da, ne vem. Ne vem, jaz sem tle malo čudno pol zgleda. Ja, če pa se meni, nič ne bom več povedala, se mi zdi, da se bom sam zapletla. Čakaj pa ti, Naslednja zgodba. kaj pa tvoje mnenje? Ti se mi zdi, da nisi točno povedal, ali a sta lahko? Ne, jaz sem tudi mešano imam, ne vem, ne morem se odločiti, kva. A sta lahko prijatelja, ne? Ja, pa ne. Hvala za ta odgovor. Elaborate.
Mislim, ne, tako kot sem rekel, pač, ne, se mi zdi, da v velikih primerih Čak, sorry. A to zdaj govorimo z bivšim ali na splošno? na splošno, bivšim. Okej. a z bivšim. Ja, ne vem, ti moraš povedati, o čem. Jaz sem mislila, da z bivšim, da to govoriš. Aha, ne, ja, z bivšim jaz mislim, da ne morata biti prijatelja. Okay. Ja. Pa se tle strinjamo, se mi zdi, razen Ja. tebe. Ja, ne, jaz tudi zdaj mislim, da ne morata zares biti prijatelja, če je skus neki pol. Ja. Mm. Okay. To se pravi na splošno, pa imaš mešane občutke. Ja, na splošno pa ne morem se čisto odločiti, za čim stojim. Pač se mi zdi, veš kaj jaz mislim, pač toliko je individualnih izkušenj, ker jaz verjamem, da v divjini pač dejansko so ljudje, ki sta moški in ženska, ki sta pač samo frenda in ne bi nikoli. Sploh če si V tako od divjini. otroštva. Ja, A veš, da si z nekom že od otroštva res frend, ne vem, družinski frendi, si skoraj ga vidiš kot brata. To se mi zdi čisto absolutno pač možno. Pa se mi zdi tudi tako možno, pač, da ti je, ne vem, jaz mislim, da lahko je, ampak da ne more vsak tega imeti. Pač No, saj morata zato. biti res ta prava človeka in zato jaz mislim, da so tako deljena mnenja tukaj. Ker eni imajo pač take izkušnje, pač, da so dejansko bili samo frendi in da je to bilo in pač pol to zagovarjajo, eni pa pač so taki, ki niso nikoli imeli te izkušnje in vedno je bilo tako, da je nekaj bilo več, en hotel nekaj več in pol zagovarjajo eno drugo stran. Ja, In jaz mislim, da je tle pač odvisno od situacije in mislim, da pač noben sploh tle ni ne prav pa ne narobe, ker vsak malo drugače. No, ja, se zato Dobro, jaz čez. sem na sredini, zato ker se tudi jaz ne morem odločiti, kaj je prav, pa kaj ne. Ja, nič ni prav, jaz sem vem, da sem še z vsakim skoraj prijateljem. Oh. Naslednja zgodba se imenuje Seks starejšo gospo. Ste redi? Sem star 24 let in že nekaj mesecev seksam žensko, staro 57 let. Gospa je ločena in živi sama. Zanimivo je, da me mlajše ženske ne privlačijo. Na trenutke se sprašujem, ali je to ok. Prosim za mnenja. Ja. Kusto da jo pogledala zdaj. Veš, kje reakcije sta bila Ajde. tako, je. 57, wow. Ja, res. Čak, Ja. eno vprašanje. A sta imela kdaj kakšno tako res starejšo? Ne, Ne, jaz ne. Res? Meni se zdi, da ful moških, pač tako vsaj jaz, ki se pogovarjam, je imel tako, ko so bili mlajši, tako v svojih 20-ih, eno vsaj 10 let starejšo žensko, ki jih je tako naučila stvari, ampak pa so šli pa na razen. V teh letih 10 let niti ni toliko, po mojem. Tako vsaj 20. ja. A Ne, 10 je let starejšo pa 10 si let imel? kar. Ne. A ja. Pač Če bi nisem. imela 10 let starejšo, tu bi bila koliko stara? 33. Ja. Veš, niti ni toliko, pač pri 33 še zmer lahko, no, ja, kot ti skoraj. Mislim, pač Ja, zgleda tako, itak, ne, ja. teh cajtih tudi tudi pri mlada. ne. 43 lahko gleda. Ja. Da je pač starejša, veš, že to v glavi, da veš, da je Če pa starejša, Megan pa bolj Fox, po moje, izkušena. stara Ja, tuk. ja 57. mora biti okrog Demi 50. Moore je ja. stara 65. Ja, To je pa v Salma prime zdaj, Hayek po je tudi moje. verjetno tam No. nek. Ja, Ne, nič. ni narobe. Mi ni rečemo, narobe. da je ok. Ja, Ja. meni, mislim, ok, kva pač. Svaka čast, no. Ja. Sam, a veš, če bi bilo pa obratno, pa nam ne bi bilo ok. A. Si predstavljaš, da je, tako, da je tip 57, pa je pač ženska 24, je pa že tako uno. No, ne vem, jaz tudi mislim, da v tem primeru tudi ni narobe. Ja, jaz tudi mislim, da je to ok, zakaj pa ne. Spet zmaga za Si- tipa, realno. Si pač, si ženska tudi pač hoče starejšega, pa izkušenega moškega, kakšne ženske sigurno. Sploh če ima denar. Pa sej, 24 je glih še uno, pri Okej. 25 se ti kao možgan uno do konca razvije, Neha tam razvijati, nekje. ja. Imaš ti frontal lobe, developed, imaš že nekaj življenjskih izkušenj za sabo. Tako da tle Kaj pa- recimo, da še nekaj gremo čez. Kaj kaj meni pa- tako, ne vem, naprimer, kot 23, ženska, Kaj pa Pa nek- 18? Star sem 18 let in že nekaj mesecev seksam žensko staro 57 let. To je tudi v redu. Ne. Je malo čudno to. Meni je To je malo čudno. Jaz mislim, da Prosim, rabaš, da si rešil otrok. Tako. ja. jaz mislim, da rabaš vsaj biti čez 20 star. Pa že Tako to, pa že 23, to, ja. 24, 5 let nazaj je 23 do 18, 5 let nazaj je tako rešil uno, Mm, drug, tretletnik. Ja, se zato. Pač tako res mulc, pač doma živiš in ja. V srednjo Nobenih šolo, nič- fucking hodiš, delaš nič domačo ne veš. nalogo Ja, za ne, to- matematiko pa tudi- in pol pa tudi- seksaš 57 Ja, let ja, staro žensko. starejša ženska, popoldne. ki je verjetno starajo tvoje matke. Ja, Ja. Ja. Ne, to je čudno. Tako da 24 je pol uno, ki še nekako je sprejemljivo. A pa ne? Cool, ja. Ok, ja. Ker meni je to problem, pač meni te age gapi mi niso problem, ker si mal starejši, ampak ker si pa ti še toliko mlad, ker ti še sploh nimaš, pač ti misliš, da si tako že ful pameten, pa ful odrasel, ampak nisi, ker si pa res, ne vem, ker si pa star 25-30, pa gledaš za nazaj, pa si tako fakt, nisem imel pojma v lifeu, pa sem mislil, da sem imel in pa te tam nekdo, nek starejši izkorišča, pa vrti v svoj okrog.
kako ti to lahko vpliva tudi kasneje na life. Ne vem, meni se zdi to zaradi tega problematično, ne zaradi drugih stvari. Pa ki si pa enkrat, ne vem, čez 25, ki si pa 30, pa tudi če si zdaj 60, pač to mi pa čisto vse. To se mi pa ne zdi, pač si dosti star, da lahko sprejmeš neke odločitve zase in da lahko odgovarjaš zase. Dosti zrel, ja. To. Tako da ja, pač to je. Pa, mogoče pa, a ste gledali kdaj uno serijo Cougars? Ne. Ne. To je, veš, ko so... Ona, ki je bila ena ful stara, tako kot da ti rečem, 99. Jaz mislim, da je bila v resnici stara fucking 99. Na TLC-ju. In ona se seksala s samimi 25 let starimi moškimi. Sem tu pa je že malo grotesno. Oprostite, vsi. Ampak veš pa v te moške, ki dejansko jih privlačijo te starejše ženske. In pa jih vsi frendi obsojajo, ker to so bile prav, pa so pa snemali, pa so imeli intervjuje, pa so bili vsi oni frendi, samo tako, Bog mu pomagi. Oni bo pa tako tam, jaz meni to haja. Šuna dva na TikToku, en črnc, pa ena blond surferka. Jaz to še zdaj ne vem, res. Ja, je res, manda, jaz mislim, da res. Pač ena ženska, posušena, tako kot strašil zgleda. Dej, da te ne bojo skenslali, ne smeš tu govoriti. Če res gleda scary, kot je ena predatorka na unga. A samo oni pa cel happy, tam oni pa tako, Ja, hudega mu ni Moraš vsi. izreči, ja. Tako pa je v resnici. Ok. Jaz sem se mogla malo prebiti. Katerega? Te promiskuiteta imamo. Ok. Tega nismo, tu si dojela. Aha, ok. Ok, za vas imam eno čisto preprosto vprašanje. Vem za kar nekaj fantov, ki jim je podiranje žensk bil hobi. Res imeli so jih, torej v svojih študentskih letih, veliko. Seveda take enonočne zadeve po študentskih žurih in tako. Pač radi imajo seks in ženske, pa tudi verjetno večje potrebe od... Meni je zelo žal, to je čudno napisano. Od ostalih. Pa tudi verjetno večje potrebe od ostalih so imeli. Kdo bi jih krivil za to? Ampak zdaj me pa nekaj zanima. Ali mislite, da se taki moški dejansko kdaj umirijo? Ali mislite, da se dejansko kdaj ustalijo le ob eni ženski in jih druge ne zanimajo? Pa čeprav jih osvajajo in so še ne vem kako seksi. Zanimajo me predvsem odgovori moških, ki so tudi sami radi seksajo več različnih. Pač folk je napisne, ko piše te stvari. Pa še nekaj, kako recimo fantje gledate na take promiskuitetne tipe, ki so vaši kolegi, z občudovanjem ali preziranjem? Jaz bi rekel, da tip lahko neha, da lahko neha enkrat to, ampak po moje je preprosto zaradi tega, ker če moja fiziologija je, da pač, če bo to moški enkrat treba dati čez. Enkrat treba dati čez in če da v študentskih letih, pomeni, da bo good mu kasneje. In sem tudi že tako slišal od kakšnih starejših moških, ka pa če tudi recimo niso dali tega v študentskih letih skozi in so recimo, ne vem, pri 18 imeli žensko in so pol imeli z njo otroka in so pol to potrebo čutili kasneje in so zato, ne vem, ali varali ali še narazen z žensko oziroma mati otrok. Zaradi tega mislim, da lahko moški neha, ampak pač se mi zdi, da enkrat mogoče mora dati to čez. Ali pa ne rabno, ampak... A vidno sta dala čez? Ne, jaz ne. Ne, tudi jaz ne. Ja, to bo zdaj slabo. sem se zagovorila. Ja, halo, tu pa vem, da bo zdaj... Kriza srednjih let, Ja. 60 let. Ja, sam ni nujen. Jaz imam dva kolega, ki sta mi prišla s tem forum, pa sta rekla, jaz zdaj ful, pa sta tako stara, kot res, pač tako je, 22-23. Imam enega specifično, ki mi je rekel, pač ja, jaz sem si zdaj Tinder naložil in to pač res sam pada, res prosežem, jaz sem jih od aprila, ne vem, z 10-11 spal. Pa jaz tako pač gledam njega in sem se tako, pač kva zdaj hoče, da ti rečem, bravo, wow, hvala, kva je on tako, no veš kva, jaz bi bil na koncu raje tako, kot si ti. Tako da jaz se to, kar je zdaj Doman rekel, ne vem, dostkrat sprašujem, če je to sploh res, kva iščeš, a ne, v bistvu, na koncu dneva. Če pojo oni, ki so na drugi strani tega pa kakao pač ful z različnimi ženskami seksajo, pa to se želijo na koncu biti sam pač ustaljeni, imeti eno punco pa z nekomu, ki se pa pač kadlal, je mogoče to ta prava potreba, ki jo v resnici rabaš, kakor zdaj pač nek ta poželenje ali pa nekaj, kar pač ima, ne vem, mogoče nekaj, kar ti samo nek delček, kar ti fali v razmerju, ali pa mogoče nekaj, kar ti samo malo primankuje. Če je vredno to završiti po tolikih letih, samo zato, da pač pol spiš s parimi ženskami, pa je spet tako, ampak sem osamljen. Po mojem... Je spet odvisen od človeka. Recimo, najna sestra je z njenim možem že skupaj od 16 leta, pa sta zdaj stara 32.
pa se mi zdi, da noben od njih ne kaže neke potrebe po tem, da bi se zdaj rabo iti skont ven. Ja, tudi meni se to zdi. Tako da se mi zdi spet odvisen od človeka, ne. Ja, ful sem raziskovala to zadnje čase in baje imamo prav težavo zdaj v sodobnih časih, pač ful je super in vse lepo in prav, da imamo možnost izbere, ampak ni naravna možnost izbere, ne, ker imamo tukaj teh appov in tega, ne, in pač dejansko imaš večjo možnost izbere, kot so imeli včasih in tu nas kao jebe. Zaradi tega se pol v dolgoletnih zvezah začnemo spraševati, is the grass greener on the other side. Je imelo smisel to, kar sem povedala? Ja. Ne. Ja. Meli. Pač, da ker imaš enostavno tukaj izbere. Včasih pač si živel v eni vasi, ne, razumeš? Si Kaj, poznal tam tam vse, fucking ja. 2 kilometra si mogel iti tam stran, da si itak prišel do nekje, kjer je bil nekdo nov in pač ti si bil s to žensko in si reševal svoje probleme, skupne probleme in da to zid, ne? Ja, imaš prav, ja. Ni Zdaj pa tako, da je ful- tako enostavno dosegljivo s tem enim swipom in točno veš, da če ti pustiš svojega partnerja, imaš dan začer lahko že novega. To včasih ni bilo pač tako. Imaš prav, imaš In tu prav. nas kao ful jebe. Eto. Pa se mogoče je res. Ja. Pa tudi, ker si ti doma, pa se mogoče pač ne počutiš dobro v svojem razmerju ali pa neki, ter na telefonu najdeš lepo žensko ali pa neko pač nek full lep video ali pa neka pač seksi sliko in si tako, jaz tega nimam, meni to manjka in ampak Ali pa sploh pač telefon, ki primeš, razumeš? Tega sploh niso Tega včasih imeli. včasih nismo In pa so mogli. mogli drva sekati in je bilo po moje vse lažje. Ona dva sta se skregala in pol je šel on drva sekati in pol je prišel nazaj in ona mu je tam itak skuhala, ker pač kaj pa bo drugega delala, ko kuhala. V starih časih govorimo od 1500. In pol sta se pobotala, ker je on drva sekal in je bilo ful Ona pa buško, da je skuhala, šel na ja. telefon. ker če zdaj Ja. daš telefon na stran, pa imaš nekega svojega partnerja, koga zares srečaš. Pač, ok, greš v fitness, v trgovino in se tako, ta se mi zdi privlačen, tako na prvi pogled, kar je naravno, kar ne bo nikoli Ja. zginilo. Ampak kje drugje bi lahko še dobil seksi videe, seksi slike, neke te Instagram ženske, ki si tako, to jaz rabam, res želim si tega, to, če sam telefon stran vzameš. Zdaj, kje vsak dan bi to videl? Ja. Ne bi, sploh pač videl bi oblečene ženske, ki bi bila lepa v faci in bi bila tako, privlačna, ampak pač to je tudi vse, ja, veš, ne vidiš Ja. zdaj, ko sem slač pred kamero. In nimaš tega zdaj novega. Ne Ne vem, kaj ti vidiš dva gledaš. dvojčka, ki si merita penis na A veš, OnlyFansu, recimo, WTF? Mislim, ne vidiš, če ne plačaš 3,99. Ja, ja. 4,99, Ja. še provizija, za njih je provizija evro. Ja. Lepo, the best. Končno mu nekaj zaslužile še. Kako sta pa drugače vidva vajine punce spoznala? Kako se je to začelo? To sem že prej hotela Jaz sem vprašati. svojo v šoli spoznal, bila mi je všeč, pa sem šel do nje. Ja. the Sicer best. sem, preden sem šel do nje, sem si rekel, moraš biti drugačen, da se te bo zapomnila in namesto, da sem ji dal roko, sem ji dal petko. Kar ona še mene še zdaj prca za to, ampak sem ji rekel, ja, sam ti z mano zdaj še kratko, da pač Ja, več ja. kot očitno je delovala. Ne? Čakaj, to je bilo v srednji šoli Ja. in to je bilo na začetku, takoj prvi dan, ko si jo ti videl, ali sta bila že Ne, nekaj ne, sošolca? ne, ni bila ona moja sošolka, ona je bila, jaz sem bil drugletnik, ona je bila prvoletnik. Ja. To je ful dobro, da veš, da če si sošolka, pa ti reče ne pismo, ki je bilo Ja, ne, sej sošolko ne bi mogel, iskreno. Ne. Je bila, ja, ona je bila pa oba športnika, tako da. To se pravi, ti si njo videl, ona ti je bila luštna in si rekel, grem ji dati petko in jo pek. Ja, pa se ni bilo to zdaj uno prvi dan, ok, ona mi je všeč, grem do nje, Ja. ampak tako, Ti je že večkrat tednu, videl. dveh, tako pač sem jo nekaj sajta gledal, pa sem Je bil tako, ok, blond? Ja, Mehna? blond, ček, Veluške mehna, ima. fit, to je to. Ja, ja, ja. The best. Kaj pa ti? Jaz pa po mojem, da pač vedel sem, kje je moja punca, že preden sem jo spoznal v živo, sem vedel, kje je, ker sva imela, jaz pa doma sem imela neki Instagram včasih, ker sva sam pač preden je TikTok prišel, sva sam neke zajbancije gor objavljala. In potem je imela moja punca s še eno prijateljico isti nek ta račun, ker se same zajbancije gor objavljala in potem smo se tako neki ha. In potem sem pač še enkrat, a sta one, mogoče to na tekmo prišle, ker sva jaz pa doma na Jesenicah imela tekmo. Ampak prvič, ko sem jo pa spoznal v živo, mojem, da je bilo to prvič. Ja, tako je bilo prvič. Je bila pa, ona je hodila v šolo, tudi v Kranju, sem jaz hodil na Iskro, ona hodila na gimnazijo zraven. In prvič, ko sem jo spoznal, sem takrat še nosil očala in sem jih dal dol, ker sem jo tako prvič mu zdaj videla. In sem imel, zdaj pogledaj ta fit, pa si izbrište spomin, ker ne se tako oblačati, če prvič žensko spoznate. Piščančki, ki so itak čisti izven mode trenutno, črne hlače iz New Yorkerja, pa temno-zelena bunda iz Hervisa. Pa
pa tako kusi, torej. In pač tak sem jaz bil, a ne, prvi drugletnik, ki sem se spoznala. A takrat je bilo to moderno. Ja. Ja, Bodimo in iskreni. sem dol A že ni bilo, ni bilo več. dol očala in nisem videl, kdaj pride, a ne, čisto dokler ni blizu prišla in sem tam sedel zunaj na klopci in sem jo pač tako, Zakaj si dal pa tukaj prej dol očala? pač, a veš, treba je bilo impresionirati, a ne, in sem mislil, Čakaj, da kako ona pač če tebe dam že dol. očila? Ona je že videla tebe, da si tam Ja, in je videla, da imaš očala gor? Ne, jaz In sem pol si ti- pustil v šol noter. Ja. A sta Tako bila pa zmenjena, sprašujem, da a se zdaj, dobita da je tam bil na naprej? avtobusu? Ja. Aha, okej. Pač- Jaz sem mislila, da sta se tako Ne, ponesli. tako zmenjena so bila, ja, tako smo si napisala. Aha, okej, Ja. Pa je okej. tam sam eskalirala, mislim eskalirala. Ni čisto eskalirala, pa so bila prijatelja tako nekih 4-5 mesecev. A Iz njene res? strani prijatelja. Jaz sem že hotel Ah. pursuing. Skočil med rjuhe, ta prva Ja, sekunda. mogoče nisi bil dosti očiten. Ja, in pa me en mesec ignorirala, sem bil tako, ok, pač. Čak, po tem prvem snidenju te je ignorirala en mesec, a Ja, pol po ne, štirih tako dobila mesecih? sva se tako parkrat, pač že. Aha. In pač pa me en mesec kar tako ni odpisala in sem bil tako, ok, what the fuck. In pa mi je, in pa sva se dobila, ne spomnim se zdaj res čisto točno, kako je to potekalo, ampak to je bilo nekaj v teh mesecih, januar, februar, marca, april, ker sva šla, v bistvu v soboto imamo obletnico. Res? Ja. Jaz sem eno vprašanje, jaz sem meni žal. Ampak zakaj ti pa ni odpisala ta en mesec? Ja. Tu moramo vedeti, če ta del zgodbe. Kaj že ona Je imela reče? delo, domače naloge. Ja, Kaj že ona neke reče? te scene, Telefon ja. mi crknil. Ja, ja, pač tako neke te fore. Potem sem izgrizel doma. Plus to, da mi je enkrat napisala, da sem mi nekaj napisal, nekaj, da ima, ne vem, tako scena, lepe oči imaš in napisala, zdaj ne pali. In zdaj, kar ona pravi, da to tam po škofijloško pomeni, da ne pali pomeni kao, Da ne seri. ja, kao, ne seri. Mhm. Kao, ne na sceno, ne pali se name. Ja, Pač ja. ko je In loša. ona je meni nazaj napisala, da ne pali in sem bil tako, what the fuck, a ne, sploh nisem še tazga rekel in krko je nazaj, da ne pali. Ja. In sem bil takrat tako, kao, kaj tako, hard to get. Ti si meni tako všeč, ko si tako hard to get. In sem bil tako, ja, in pol so se, pa se je tako zgodilo. In sem jo vprašal, če je bila moja punca na busni postaji. Wow, kako To je tudi romantično. Saj zgodba vprašal zase. si jo, le. Plus Ne. šla sva prej jesti v kitajsko restauracijo, ne. Sem bil jaz tako nervozen v kitajski restauraciji cel čas, ker sem vedel, da bom zdaj ta pop question. In se je pa tako nervozen, da nisem mogel počakati, ker sem bil tako, fuck, ok, zdaj sva ta na busnico, čakala busnico, sem bil tako, ej, pač jaz ne moram več čakati. Pa veš kva, vsaj na redu si to Veš. en dan. Ja, In polno si, bravo. bravo. Če je to bilo In po zato imate kitajski. zdaj obletnico. Ja, po kitajski. Ja, vidiš. Zato imam zdaj soboto obletnico. Bravo. Ker No. veste isto kitajsko. Greš? Ja? Šla sva enkrat že, po 2 letih sva šla. Zdaj sta 3 leta. pol. Zdaj bova 6 let skup. Wow. Jaz zdaj srednja šola, prvi drugletnik, to je bilo Ja, zdaj vrno. O, 7 sem res? 7-8 let nazaj. Wow. Od 18 do Wow. 23. Kje? 6 let je No, pa ona je v že bistvu let. 24 stara, ona je že starejša malo od mene. par Wow, mesecev. cougar. Ja. Je dej nehi, tako slabo se je začeli, ne, 6 let kasneje. In A kaj ne? zdaj ona prav na to? Ja, no, zdaj že, kva, jaz pa doma ni tako že zdaj 2 let, vsak, že več kot 2 let. Živijo na svojem. Vsak svojo punco. Že od 20. Ne, čak, zdaj jaz nisem razumela. Jaz pa doma živiva skupaj posebej. Vsak posebej, jaz pa Od doma doma. posebej, ampak ja, vsak Ja. svojo Ja. punco skupaj. A sta se Razumem. tako istočasno, pač vsak svojo punco preselila, ali se je da Ne, najprej? jaz sem se prej, ja. A zato, ker si prej dobil stanovanje, ali ker si bil prej pogumen? Ne vem, ne, prvo sem se k njej preselil, pol pa po 1,5 leta sem se pa na svojo preselila, pol se pa čez 1,5 leta še ljaš od doma odselil. Ja. A nisi se takoj s punco preselil, ti? Najprej si se sam? Ne, Tam ne, živel? ne, najprej, mislim, pač mi smo imeli tako zanimivo situacijo doma in ker se jaz pa doma nisva odločila, da bo šla na faks, pa so se odločila, da bo šla pač delati, bil fotor tako, ok, ste delata, a ne, in so bila sam par fotor doma, pač ne imel toliko, stroški so toliko in pol, kaj doma, ko je šel, po, ne vem, enem mesecu, je pač, ko je šel živeti v Kranj. Ti si bil tako, kaj Ja, zdaj in to? sem bil pol sam še jaz pa fucking vse fotor stroške? in sva delila stroške na pol in pol po, ne vem, enem letu, to se pravi, to je bilo začetek leta in pol 1.1.2023, pač 2 meseca, en mesec predtem sem bil sam tako, ok, pač, a dajem pol s fotorem, a dajem pol s punco, če si deliva stroške, je isto, s tem, da ni isto, ker živeti s fotorem, ali s punco je pa drugače, ne. Ja, je kar Živeti na drugače. svojem s punco, pač skozi lahko hodiš doma s fotorem, pa lih ne moreš, ker malo neprijetno, ne. Reci, To je ja. najbolj To je največji bonus, najbolj- sigurno Ja. največji bonus. Ja, Ker sam živiš lahko skozi doma. okay. Oh, full cute. A ne? Nekaj sem še hotela vprašati, pa se zdaj ne spomnim, tako da ta flak. Lepe zgodbice, drugače. Ne, res, full cute, I love Ja. it. Jaz sem Ne, bila jaz sem te že vse poslušam. vprašala, kar sem imela za vprašati. Vse, kar sem imela. A ja! napisano. To ni bilo vprašanje, komentar je bil. Hilarious mi je, da se ne spomniš prvega seksa, ampak spomniš se pa ne sam, kaj si imel oblečen, še kje si kupil ta oblačila, ko si ti prvič videl svojo. Pa posiral, ko Ja. sem šel. Pač. Posiral, ko sem Očitno ti šel, je ker bil to veliko bolj lačna. pomemben dogodek v življenju. Po mojem, ja. Ja, Ampak ja. zelo se pa spomnim, kdaj sem seksal.
Prvič z njo. Ja. Po mojem. A je bilo tako memorable? Je bilo dobro? Ne. Fair Ni enough. bilo siroke. A je to? Da ni zgodbe. Okay. Kaj pa tebi je bilo, ko si s to punco prvič seksal dober? Tvoj prvi seks Pa zdaj, nismo kaj pa še... da ti reče, ne? Ne, ampak pa se to normalno, da prvi seks pač ni, Aha. a veš. Okay. Ja, ne, jaz To- meni se to zdi- jaz te ne moram te neki blemati. Jaz svojega prvega seksa tudi bolj tako spomnim. Ah. Pa tudi nisem bil pijan, sam tako, ne vem. Nič posebnega. Wow, kaj Mislim- so vsem moškim tako drugače? Ne, po mojem, da ne. Kakšni imajo tako pač, ja, na skretu sem zgubil jumf in zdaj to je pa pač, ali pa na žurki. Ja, ali pa ne, na spomnim se, da ni maturancu. bilo tako uno. Zdaj pa tako, da s mi je punco prišlo pojsli, pa pač, težko, kad s punco pojsli sekso, pač neštetokrat, a ne. Mi se po mojem točno spomnimo specifik točno prvega seksa. Mislim, ja, Vse mogo prav svojo možne punco stvari. vprašati dejansko, če se ona spomne prvega seksa. Ampak tako, jaz sem, meni so vsi so mi govorili, kao prvi seksov, to ti v oko je prišlo, pač zato, ker bo tako dober. In mi ni tako enih 15 minut, po mojem. Ja, to je meni, to se sigurno spomnim, da in mi ni. zato sem bil tako, what the fuck, kva vam ni jasno. Pač, Se spomni to čist- dober. Mislim, ne, si ful dober, se strinjam. Jaz sem ful Um, dober v seksu. Ampak, 15 minut. bilo je ful drugač, moram to reči, bilo je ful drugač, ker sem prvič brez kondoma seksal. No, to se to, pa spomnim. to je pa, To je pa, lej. To je je za pa- prav seks, v bistvu. to je pa game prerojenje. changer. To je pa game changer. To je pa čist drugače, ker s kondomom. In ne, sej uporabljate zaščito, ampak Ja, ko ja. imate šanso, da jo ne. Takrat zgubiš jum, da res. Ja, takrat z meno osebno, takrat sem ja šele začel Ej, seksati. čisto vsak moški, ki pride tle od ta studia, ne? Začne govoriti točno o tem. Ja, ker je res Ja, neverjetno boljš. Neprimerljivo boljš. eto. Ja. Ne vem. Dober. Me ne bomo nič Ja. komentirali teh izjav. Ok. Za konec imamo pa pripravljeno še igro Never Have I Ever. A ste se kdaj igrala Never Have I Ja, Ever? sva, Ja, itak. Ok, pa že poznata pravila. Tukaj se gremo tako, da pač samo prste dol dajemo, brez alkohola je. Okay. Upam, da nista preveč razočarana. Moram In pa se naprej. mora vsak spomniti na čim bolj šokantne scene, smo tle napisane. O, pismo, zdaj sem šla pa ven. V glavnem, za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš en prst dol, tisti, ki ima največ prstov dol, gre v zapor zaporedne, tukaj nek ima lisice, tam, Mhm. in je pol en teden v zaporu. Okay. Z vsemi poslušalci, ki imajo tudi toliko ali več točk kot poraženec. In to je to. Okay. Sta pripravljena? Ja. Nikoli nisem imel telefonskega seksa. Velja tudi, a velja sexting, a ga štejemo tle zraven. To se pravi tako ali pa tipkanje. Aha, če si Sara, daš povej. prst dol. Če si daš prst dol. Ampak a damo sexting zraven ali ne? Sara, ti. Ok, sem tako Pa vesel. kaj, zakaj pa moram se jaz to Ne odločiti? vem, povej. Jaz mislim, da je sexting drugač kot telefonski seks. Ja, Okay, tudi pa jaz telefonski mislim. seks. Aha, ali ja še dal prst dol. Dobro. Kako je pa to Slovaška. potekalo? Ja. Slovaška. A, Pa mož, sem to Ja, rekel, sem Slovaška Ja, bi jaz imam takole. a pa je bilo dobro, oceno od 1 do 10, samo to. 2. Pač, Joj. A ja, zdaj se Jaz spomnim. sploh ne razumem, kako to poteka. Ja, mislim, jaz se... Kaj pa kako v rečeš? filmu si predstavljam? A je bilo prek Ne vem, kamere zdaj. ali je bilo sam slušno? Prek kamere. Ok. A, Prek kamere to je si. pa že cam seks. To ni telefonski seks. Ja, je, kaj na telefonu. Okay. Ja, na telefonu. V redu. Ja, ja. Ajde. Nikoli nisem nekomu pljunil v usta med seksom. Samo Sara je dala prst dol. Pa, Čak. ja, ne vem. Jaz mislim, da sem tudi. No, ne bi rada bila edina. Ker sem zaradi tega. Ok, mi da Sara smo dali Je prst res? dol. Komu si pa plula? Ja, nič ne bom rekla. Janu. Ker ženska Ne vem, tipa je ja. tako po mojem malo bolj. Ja, ja, ja. saj Malo bolj zato, čuden. Ja. Ne, Mislim, malo čuden. malo bolj normalen kot tip ženski. Ne, pa Ne, ponovadi meni se ti zdi ženski. bolj normalen, da tip ženski. Ja. Ja, tudi meni. A, ok, what, ok. Samo No. jaz sem tako pač se zabavala za vse. Ja, pač moraš probati. Ja, Tako ja. enkrat moraš Točno nekaj to. probati vse. In... A, fakt, čeprav jaz sem isto. Ja, ne, zdaj- kako se to dela? Zdaj, ko sem pomislil, ja. Sam ta zvok. Memory unlocked. Ti je, ja, vrni spomin. Ja. Ok, zdaj, nisem ti pri 2 prsta že dol. Ne, enga. Ok, Sara, jaz in Domen smo dali prst dol. Moramo povedati za vne, ki sam Aha. poslušajo. Da Ja. boste vedeli, zakaj tle na rating delam. Nikoli nisem igral strip pokra. Kakšna tišina. Ne, jaz pa v pokra ne znam igrati. Nisem nikoli ga Ja, nisem.
Jaz nisem imel nikoli Jaz situacije. znam poker, ampak ja, tudi ne, nikoli. Ok, boring. Nikoli nisem imel prsta v riti. Ja, ok. Čak, Hvala Bogu, da je tako, da ste sam videli. Imel. Mogla bi dati, nikoli nisem dal prst v rit pismo. Ok, naslednja. Nikoli nisem Čakaj, dal moram prst v rit. Ja, To je naslednja. jaz bom. Aha, Nikoli nisem dal prst v rit nekomu. če nisi pol kva. Če si že daš Če dol si že prst. daš dol. Aha. Okay. Ali ja še dal prst dol, Lucija je dala prst dol, Sara je dala prst dol, Domam pa držim. Domen ga ni. Štiri lepoce. Šok. No, za prejšnjo moramo povedati, da so samo Saro dale prst dol, tako da, če kdo posluša. Nikoli nisem seksal v kinu. Kva šteje kot seks? Povej, kaj si delal? Ni res. Ne, Če si se več kot ljubčkov, se šteje kot seks. Ah, fuck. O, moj Končno, bog. V Aljaž. prazniki na dvorani. Med filmom. Ja, v prazni. Polni. Ja, v prazni. Ko bi Tako daleč je precej prišlo. prazni. Ja, ne, skoro do hand, z rokam pač. Au. Okay. Ja, zato so šla sploh v kino, ja. Sploh ne vem, kjer film je bil, sam šla sva zato, da to naredila. Res? Ja. Okay. Pa sem hotel vprašati, kjer film je, pa če se ne Ja, ne spomniš, vem, kar ne, neki. ni bil ključen film. To tam. pol pomeni, da sta kar dober. Slabo. I love it. Pač, a veš, pa lahko daš prst dol v taki igrci, ker če ne moreš. Ker sej, pač od tega imaš sam to, pač bragging rights. Zihar ne bo nekaj bolj Nikoli si dober. nisem predstavljala, kako to Ja, ne sploh vem. uspe. Ja, mislim, da so bila celo sama v kinu tu. Veš, da te tam gledajo gor Ma. vsi. Sej te gledajo skozi. Polih. No. Prav, ja, drugače imajo res kamere v enih kinodvoranah. Morate tega videti, po mojem. Ja, se tudi jaz mislim. Ja. Po mojem je že brez veze, dolg čas. Ja. Ko ne gledajo sploh. Nikoli nisem skrival metuljčka, tako ljubezenski ugriz. Oh, ja, tako. Sam Sara, ne? Jaz bom nehala dajati prste dol, zaradi tega, ker bom spet zgubila. A si? Mislim, ne vem, ne. Ja, to je vsak delo, po moje. Sara si hotla izmuzniti, ampak ja, Meni se zdi, da ta vsi igra smo. ni tako več zabavna. Mislim, da bi jaz mogla biti taka, sprašujem vprašanja. In bi gosti in ti A odgovarjali. ja, ti pa ne. Ne, smo. ja. Veš kaj? Pozabili smo vaju vprašati, kjer seks igračko bi izbrala. Bi raj probala analne kroglice ali unjajček. Ja, mislim, da je jasno. Ja. Ja, valjda jajček. Glede na to, da sta jajček zdaj dobla, bi lahko rekla kroglice, da še kroglice dobi, znaš. Ne, ker ostane naprej, ker pa je več. Ja. Vidiš, ti pa vedno tle zmagaš. Na. Nikoli nisem plačal za to, da sem lahko gledal pornografijo. Ja, sem. Enkrat sem en OnlyFans plačal, ampak sem zaradi tega, ker sem hotel vedeti, kako je, kaj plačaš. Ampak si. Ja, ampak sem, je Ja. videl. Ja. pač. Kjer ga pa? Ne povej. Ne bom povedal. Ne, no. Ne, A kaj že slovenski? ne. A, Kako pa res lahko poveš? Pač ko eni porno zvezdi. A je bilo vredno? Ne, ni bilo. Oh, Brez škoda. veze. Ti? Okay. Ne, nisem nikoli. Ok, to se pravi, Domen, Sara in jaz smo že. Pa meni ste še vi plačali enkrat. Ja. Jaz sem za rojstni dan dobila naročnino na, na porno. Ampak na Beliso, eno ne zavest. Beliso, na Last, Erika Erika Last. Last, ja. Pa sem pogledala ful malo stvari. Jaz nisem niti enega filma gledala, meni je bilo to tako dolgočasno. Jaz sploh nisem razumela, zakaj bi to kdo gledal. Zakaj bi Jaz to kdo tudi plačal in gledal. Glavnem. Ampak Mhm. sem pa, pač, kar pa štejem jaz tukaj v resnici, je pa nisem plačala za to, da bom gledala pornografijo, ampak ker sem šla v te erotične muzeje, pač ne vem, tam recimo, pa, ja, vseh imaš neko pač sobico, ki predajo neke stare porniče in pol tam gledaš in si misliš, what the fuck. Ja, ali pa Ampak je tle hilarious, ful je dober. Vsako leto v kinodvoru. To imajo sem tudi tudi pornografijo. šla! Jaz sem šla enkrat, Oh, tako je bilo wow. čudno. Jaz sem se pa tu so kar nekaj moje predstave v glavi, ampak jaz sem se čakala tako, da se začne cel kino trest. Jaz sem se čakala, ta pornič je trajal tako 3 ure, tam so sedeli sami moški, so bili, jaz pa ful je bilo, tako čudno je bilo. Meni je bilo pa dober. Ampak veš, da so včasih v resnici oni hodili drkat v Ja. kino, zaradi tega je pač bil ta festival Mogoče, porno ja. filmov. Ja. Crazy Mogoče, shit. ja. Ker nisi mogel kjerkoli dobiti tega porniča. Posi ga pa tam, pa si ga skupinsko Ah, drkal. shit. Noro, Ja, ne? no, Ja. tudi izkušnja. Ja. Ja. Si ne vidiš, veš, tako kle, ne vidiš, sem tam vidiš. Ja. To je to. In pa so še tako najbolj, prvič v lifeu sem videla, podnapisi so bili tako pač nad filmom. Tako je film in poje tako nad filmom, je tako neki za podnapise. Nadnapisi. Ja, nadnapisi so. Kaj za to, da ne pokrije kaj? Mislim, da so bili kaj. A ja, veš kaj je bilo, mislim, da. Pač mislim, da je bil v japonščini ali ne vem, nek tuj film je bil. In so bili, mislim, da angleški podnapisi, pa so bili pa slovenski gor.
Mislim, da je bilo tako nekako. Tu smo bile mi na istem, 2 leti nazaj. A smo bile na, ne vem, če smo bile na isti. A čisto isti film smo šli gledati? Ja. Okay. Mislim, jaz sem šla vse. No, jaz sem šla samo enega. Pa ja. Ok. To se sploh nisem spomnila. Nikoli nisem seksal v posteljih svojih staršev ali pa v postelji svojega brata, sestre. Ja. Čak, a ti si dal prst dol? Ja. Ali ja še dal prst dol? Domen? Ne, ja, jaz ga imel gor. Čigavi? Brat? Od sestre. Od sestre? Ja, ker je ona še na faks hodila, pa med tednom je bila ja. prazna soba, pa tudi za vikende, kdaj, ker je bila ona pri fantu, pa pač za vikende sem jaz v njeni sobi spal, da sva imela z domom vsak svojo sobo lahko. Aha. Ja, no, zato je Tako sem imel doma situacija. situacijo. Ja. Štekam. Ok, fair enough. A vedela, Mislim, kaj če, se dogaja? Drugač pa zdaj ve. Sklepam, da je znala povedati. mislim, po mojem, ja, sem že 16-17, ni fleki, niso bili neupravičeni. A nisi dal prst tizga? Upam, da je mami. Ne, hecam se hitek, da je prala. Mami je prala. Jaz nisem. Čakaj, ti si dala prst dol? Do. To je bilo pri nas normalno, ne? Ja, Una kaj frej. Seksaš, tu sem hotela reči. Pa seksaš tudi poslika je prosta. Ne? Recimo. Ne Ja. vem. Ali pa Ne če je vem. mami kamer kdaj šla iz svojega stanovanja, pa sva pač mogla merkati stanovanje. Kaj naj? Ne, pa seksaš v posli. Jaz Ali? sem dosti logičen. Ni to zdi, ja. normalno. Meni se zdi to normalno. Prav. Ja. Ja, nič. Jaz imam takole, Sara ima samo 2 prsta dol. Meni ta igra tako neumna, že pa razumela bi. Nekaj ima ta 4 prsta oba vidva. Lepo. Lep Zaradi res. tega gresta zdaj skupaj lisice. Ne? Ja. Okay. Vsa zga na eno stran. Pa morate se... In pa morate iti tudi s tem domov, ok? Ja, edin voziti bo treba, bo malo težje. Ne, Dobro, da je vozila bosta avtomatik. S temi Dobro, imaš rokami, ki so na avtomatik, ja. drugi strani, bomo proste pustili. Okay? Top. Drugače, za unike samo poslušate, pa vam ni jasno, zakaj zdaj Sara ni izgubila, pač ona je že na drugi roki bila, tako da ne boste mislili, kako smo čuden štel. To je to. A ste že kdaj bila v lisicah? Jaz ne. Ne? Prvič za me. Čudovito, ti? Hm. To se pravi, doma je to rekel. Imam jih doma. Po mojem sem že bil kdaj. Ne vem. Po mojem, da. Vidite, da. Ker če ne bi bil to jasen odgovor. Ja, ne! ja, no, je res, ja, je res, je Ja. res. Bi vedel, ja. Zdaj prav razmišljam, unika poslušajo, vidim, imate tako podoben glas. Unika Se ne samo bojo poslušajo, vedeli. sploh ne ve, kdaj kdo odgovarja od vaju. Sem res. Če bi videla imela podcast, Ja, nekdo bi si mogel spremeniti glas. Ti bi malo bolj piskal. ja, mogoče. Ja, malo bolj bi tako govoril. No, to je zdaj veljaš. Love it. Kje vaju lahko najdejo? Kaj da va pravim? Kaj da va najbolj? Vse lahko, od povej, hiše naštej naslov. Še naslov. Na TikToku Lukan Twins. Instagrama pa navada naljaš Lukan doma, Lukan vsak svojega. Tako da tam največ na TikToku objavljal. Ej, pozabila sem eno, dva ima več sledilcev. To je Kje na to, Instagramu? Yes, unka zmaguje. Ja. Ne vem, pozabila sem kje, nisem si zapomnila, ampak vedno sem gledala, pa sem tako, a ima to tako, kaj je uno krivo, ka pač en zdaj ima več, en A pa ti ne. je kaj krivo? Ne. Ti imaš več, ali jaš? Za tebe je pa dobro, da jih imaš več. Ne vem, ja, jaz jih imam dolga več, 147. Včeraj je bilo 146. No, tu lahko Pa je. izenačimo, zdaj moramo tu izenačiti. Eto. Ja, vsi follow ali jaš Lukan. Doman, če imaš ti Ja, reči. ne, izenačili bomo, mi se bomo sem trudili, da bo izenačen. Ja, no, se pravi Si več lahko sam ljudi. domna, Ja, ali jaš hvala. puste. Ja. On ima že tako preveč. Ja, on ima že dosti, ja. Mene dajte. Ja, to. Imate še kakšen projekt, ki bi ga plagala, lahko zdaj tle si prav reklamo naredite? Pa, nič še. So stvari v ozadju. Ja, so stvari v zadju, ki jih vi ne razumete. Ne, nič tazga še zdaj opremiljivega novega. Ja, the best. Hvala, ker ste prišla. Jaz sem se prav zabavala zdajle. Tako da, Ja, hvala za Hvala vse za te povabilo. konstruktivne pogovore o mravljah, o jajcih in tako. Hvala za povabilo. Hvala tudi vama, ja, pa hvala za darilo. Ja, z ja, veseljem. naj vama. Tekne. Posluži. Ja, to uživajte. Ja. Hvala. Ja, to je Noč to. naj najdete na mednama.cast na vseh omrežjih in to je to. Kaj morajo komentirati, če so gledali do konca? Tu ne dvojčke. A veš, ki se za roke držita. Tu sta dva moška. Ja, Ja, to. ja, ta emoji, ja. Une Ja, dva ja. geja komentirajte v spodaj. Ja, tako. No. Ok,
To je to. Se vidimo naslednjič. Pa, pa. Srečno! Ajde. Čau.